ampak ko ti greš tja, za tebe zunanji svet ne obstaja. Ampak tam so in jeza, in žalost, in veselje res tako spotencirani. Kako bi recimo rekla, da so čustva tam noter, glede na to, da si ti res zaprt, ne? Moja samo rekla, odjebi, pa on to, kako pa s tabo, odjebi, moja rekla tam. Malo potem, ko sem videla prekinila stike, je on že kar začel novo vezo z eno malo bolj starejšo žensko. In jaz vem, da ona noseča in jaz sem tako rekla, ona bo na moru rodila in to bo njemu največja kazen, ker ga bo celo življenje ta otrok na mene bolj spominjal. Jaz to malo povezujem z ljudmi, ki imajo victim mentality. Kaj ti zdi, da si imela kdaj to, torej dansko mentaliteto žrtve? Pridi domov, ne nori se bomo pomenili in jaz sem kar bila še naperena. Ne, jaz nočem tega otroka videti, to ni moj brat, ne vem, kaj vse sem fulgar tega izrekla. Da nisi še nikoli gledala porno vsebin, pa da se nisi še nikoli samo zadovoljevala. Jaz v življenju še zdaj nisem imela. Hello, prijem te spustim v današnjo epizodo. Se želim zahvaliti tebi, ker me podpiraš in pa svojima dvema glavnima sponzorjema Swai in MyProtein. Tukaj zgoraj imate Swai kodico, ki vam prinese 10%, spodaj pa imate kodico od MyProtein. To je to, hvala še enkrat in uživaj v današnji epizodi. Verjamem, ja. Pa ful verjamem tako, da če nekaj ful res verjameš, pa če si nekaj dopoveduješ, da bo tak, da pol je res tak. Manifestacija. Ja, samo jaz si dosti krat tudi slabe stvari ne hote s tem, mislim slabe. Veš, ko misliš, jo to tak ne bo tak šlo, kot sem si zamislila in pol pač v glavi imaš tak in pol se točno res tak zgodi, ko se ne bi smela. To sem zdaj še nekaj prebrala, da kao mame, ko si mislijo za otroke, joj, da ne bo saj padlo, da glih takrat pade, ne? Ja. Tak si kdaj pišeš neke manifestacije pa to? Ne, nas jih pišem, probam si govoriti, samo včasih imam tak, samo pol več ne, ali je to manifestacija, ali je to instinkt, da pol probam svoj instinkt ustaviti, pa si začnem govoriti nekaj druga, kaj mislim, da se bo zgodilo, čeprav vem, da se bo kontra. Tako da, ne mogoče imam pa instinkt tak močen, premočen. No, da te lahko predstavim. To sem ugotovila, da vedno se kar nekaj začnem pogovarjati z gostom in ga sploh ne predstavim in pol je tako, okej, vsi živijo, da je to Laura Beranič. Tako da, Laura Beranič, zdravo. Hej. Kak si? Pa, v redu. V redu. Ja. Vreme grozno. V glavnem, kak bi se sama predstavila? Da te ne bom jaz? Predstavi se sama, tako se hočeš, opiši se. To je najtežje vprašanje, kaj lahko nekoga vprašaš, veš to. Počakaj še, sigurno, kaj težjega. Ne vem. Pa kaj jaz vem, no mislim, da pač jaz sem Laura, ne moram nekih teh vzdevkov, vplivnica, pa ko dajo v neke novice znana Slovenka, pa to in pol se vsi spodaj najdejo, ko pišejo, ja, pač ime je znana, nekaj te vpliva na vreme. Tako da ne, jaz pač probam biti res Laura, pa da me ljudje dojemajo tako, ko sem, da pač sem iskrena, da si jih malo preveč. Pač jaz sem samo Laura. Se mi zdi res tako najboljše, Ja. da si ne nas sam dodaš nekih stvari, ampak pač pustiš. Si tak, to sem jaz, taka sem, okej, si bila tudi na televiziji, na enem šovu so te tak predstavili, na drugem malo drugače, ne? Ja. Preden gremo na šove, dajmo zaključiti to za manifestacijo. Si kdaj že imela tako situacijo, ko si, ne vem, ali sanjala nekaj, ali ko je res nekaj takega bilo? Se spomniš, če sem? Ne, da sem sanjala, ampak sem tak parkrat izrekla eno stvar, ki se je pol res tak zgodila in pol smo tako, kaj sem to preklicala ali sem jaz to tako zmanifestirala. Z fantom, s katerim sem bila v najdaljši zvezi, tako bila smo res kar dolgo skupaj, pa še potem, ko smo zaključila, se je to še en čas vleklo. Malo potem, ko sem videla prekinila stike, je on že kar začel novo vezo z eno malo bolj starejšo žensko. In sem jaz vedela, ona noseča, to je vse tako ful potekalo, ful tako hitro, potem, ko sem videla končala. In jaz vem, da ona noseča in jaz sem tako rekla, pa nisem vedela sploh, kako dolgo je noseča. Ona bo na moru rodila in to bo njemu največja kazen, ker ga bo celo življenje ta otrok na mene bolj spominjal. In to sem jaz tako prkrat rekla, ta ženska bo na moru rodila. In ja, en dan po mojem rojstnem dnevu mene kolegica kliče, ko se v sorodo z njim, pa mi reče, Laura, ona je včeraj rodila, na tvoj rojstni dan. Ona je včeraj rodila, ma ne bo kap. Jaz tako samo odložim telefon, pa sem tako, jaz sem čarovnica. Ali kaj, jaz sem to zdaj ful zmanifestirala, mene je prav strah pol nekih stvari, kako jaz zdaj vem, da se bo nekaj zgodilo, ali jaz to tako hudo si prikličem, da pol je to res tako, tako da, ne vem, mogoče pa sem malo čarovnica. To ni nujno slabo, ne? Ja. To ni nujno slabo. Tako da, jaz tudi verjamem v to, da to, kar razmišljaš,
Ne zdaj, da bom zdaj rekla tisto, ala jutri bo, ne vem, moški bik dobil milijon, no, super bi bilo, če je bilo tako, ampak to, kar razmišljaš, dejansko se zgodi, ne. Ja. Imam tudi par takih, ko se je pol nekaj, ali pa imaš neki občutek o osebi, pa imaš tisti neki čut, pa je pol dejansko res, ne, si omenila, da se ti je to zgodilo v zvezi. Kako je pol to vplivalo na tebe? Torej, zveza se je, predvidevam, da se veš, pač kako smo ženske, da že dlje časa veš predtem, ko se nekaj zaključi. Ja. Kako si ti to predelala? Od tega že ful dolgo. Jaz sem, ko smo mi začela, jaz bila takrat stara 18, bila sem ful premlada, bila sem ful nezrela, ful dosti stvari sem pol za njega krivila, ampak sem bila tudi jaz dosti kriva. Ful je bila tudi preveč tak toksična pa posesivna zveza iz ene in iz druge strani. Tako da pač on je tega otroka dobil, mislim, da je zdaj že hčerka stara, tak 2-3, tako da že ful dolgo sem videla narazen, ampak to je zdaj bilo prvo, kaj sem se tako spomnila, da sem jaz nekaj rekla, pa da se je to pol zgodilo. Sicer zdaj nima dobenega kontakta, če bi ga pa ki srečala, ali njega in to njegovo novo partnerko, bi po moja oba čist cool, tako pozdravila pač, da njem dobenih zamer pač, ja. Ampak moje kar res tako dolgo že od tega minulo. Si rekla, da je bila zveza toksična z ene z druge strani in to je ful. Dejansko naj da priznaš, kar pomeni, da si tudi ti sama razmišljala o tem, kakva si mogoče bila, mogoče si še zdaj, mogoče si nekaj vzorca spremenila. Lauro poznajo na televiziji kot udarno, brez filtra, brez dlake na jeziku. Si bila vedno taka, ali si se kdaj malo zadrževala? Ja, jaz sem bila kar vedno taka, ja. In to je po moje glih vplivalo na dosti nekih mojih in prijateljstev in vez, da sem jaz res ful intenzivna oseba, da ne znam biti tiho. Tudi v tej vezi, ko sem jo omenila, sem imela kar dosti krat z njegovo družino pol neke napete situacije, ker pač povem, kaj si mislim in to dosti krat ljudem pač ni všeč in pride do nekih ne prepiram, ampak ja, no, ni pol glih fajn, ne, samo pač jaz ne znam drugače. Res je, da se to čez leta pol malo spremeni, malo začneš kontrolirati, ampak če si ti nasplošno že sam po sebi taka oseba, da pač se ne pustiš nekaj voditi, pa manipulirati, pa da ne znaš biti kao kimat, pa si misliti svoje, da pač poveš, pol se nekaj ful čist preobrniti glih ne moreš, ne. Ta del v tebe vseeno pač ostane. Odrasteš malo, dozoriš, ampak ostane pa tista trma. Tu se ti zdaj smejim, zato ker glih smo se pogovarjali prej, ko smo na blagajni, pa si Laura nekaj vzame, pa jaz sem plačala. Laura tak ne, pa tak, Laura, ne bom se zakregala, jaz plačam, ker se mi zdi, da bikci, ne, pa škorpioni smo kar in tu sem zdaj smela, ker sem tudi jaz taka, da mogoče, ni okej, da si vedno tak, ne glede na to, če je to od partnera starša, če je to nekdo, da pač poveš svoje, ne, ampak jaz sem tu taka. Ampak po drugi strani pa se mi zdi boljše to, kot pa neka oseba, ki si v sebi misli to, pa potem za hrbtom vse, pač glej, skregaš se, poči, se zmeniš, pa je to, pa se na nekaj muliš, ne? Ja. Tako da eno vprašanje, si bila, ko si bila mala, bolj v redu z fanti ali s puncami? Pa ne samo, ko sem si bila mala, tudi zdaj je to ponavadi tak. Vedno sem bila rajši v moški družbi, tako da so mi prijatelji. Glede zato, ker oni ful boljše sprejemajo to neko iskrenost, pa da pač imaš nek pogovor, tudi če se skregaš, pol tako oni prej pozabijo, pa se normalno dalje komunicirajo, ko pa ženske, ko so zamerljive, pa maščevalne, pa ne vem kaj vse. Teda od nekdaj sem že imela bolj moški krok, ja. Ko so bili mali, že recimo v osnovni, pa so pravili, ja, fanti se tam stepajo, pa so drugi dan že kolegi punce, pa jaz se spomnim v osnovni šoli, enega fanta sem imela, kaj je bil to, 3. razred, pa 2 kolegici, ne. Ugani kaj, mi da smo prišli na razen, tako hudo je bilo, da niti nismo njegovega imena mi izgovarjali, ne, mi smo se o njemu pogovarjali kot grda beseda, 3. razred si bil, ne. No, ko je bila Urša bolana en teden, pa je prišla nazaj, ugani, kdo se je družil med sabo. Ja, ta prijateljica verjetno glih, ne. Obe 2 prijateljici s tem in to se mi zdi tak, ja, tako da znajo biti ženske tak. Ful težje najdeš iskreno žensko prijateljico, ko pa moškega iskrenega. Jaz ne vem, če sem že imela kako sploh slabo izkušnjo z nekim moškim prijateljem, ker res nikoli nisem, da bi nekdo bil neiskren, da bi nekaj za hrbtom govoril. To je pri ženskah tak ful bolj normalno dan danes in ja, tada, ko imam žensko prijateljico,
Pa da iskrena sem res tako hvaležna za to, ker ponovadi se izkaže, da je vse prej kot to. Vsakat je nekaj fauš, pa bo izkoristila priliko, da te zafrkne, da ti nekaj govori. Za hrbtom res ful malo je danes ženskih iskrenih prijateljstev. A bi rekla, da imaš trenutno eno ali pa več res stabilnih ženskih prijateljstev? Ja, jaz sem tak skozi otroštvo, pa mladost, zdaj več ne morem glede za sebe reči, da sem glede najmlajša. Dobro, nisi za pogreb še nisi. Nisem še pogreb, ampak 27 je že kar taka ena cifra, no, ko že moraš malo Lepa, neke stvari. odrasla, zrela. Ja, ampak to je samo še 3 mi manjka do 30, pa me to dosti, veš, me tak zdaj, me kar muči. Mislim, Okay. tak se včasih zjutraj zbudim, pa si tak mislim, Laura, kaj počneš? Pač 30 boš, kaj zdaj bi mogla imeti nekega resnega partnera, bi mogla imeti otroka, samo če pa si ne želim trenutno tega, glih imeti nekih otrok, pa to, mislim, imam jih ful imam rada otroke, ampak ne vidim pa se zdaj v tej vlogi, da bi celo življenje pač svoje obrnila na glavo, pa da bi pač se posvetila nekemu otroku, ker pač vem, da zahteva 100% tvojo pozornost. Jaz pa zdaj, ko sem v tej fazi, da pač rada grem tja, pa na neke evente, pa na morje, kde se mi pač zazdi, da pol pač več tega ni in nisem trenutno pripravljena pač tega spremeniti. Ampak imam dosti krat ne krizo, Prebliske. ampak tako si pol mislim, kaj če bom pol, ne vem, čez 30 pa mi bo žal, ampak po drugi strani pa si mislim, lahko pa da mi bo žal, da nisem izkoristila teh let še mladih. Ja. Zdaj to definitivno razmišljam tako, jaz, ko se pogovarjam, za vsem rečem, jaz sem imela otroke, ampak čez 10, 12, 15 let. Ker, ne vem, mene je imela mama pri 34. Aha. Jaz za sebe vem, da bom imela otroke, ampak ko bo čas. Ja. Tako da ne vem, meni se zdi 27 res taka leta, ko veš, vse ja, pravijo za ženske biološka ura, ampak ja, dokaj začne na res Do 27 rečejo biološka ura? Ne, biološka pač pol pravijo, ne, da vseeno, pač mož je lahko ima tudi pri 60, če še mu vse normalno deluje. Ja. Ženska težko, ne, ampak veš, dokler si ti zdaj funkcionalna, pa okej, tu če imaš kasneje, veš, če je to tvoje življenje, se si ga sama kreiraš. Se mislim, da je mogoče to tudi manj sebično in do sebe in do otroka, če ga imaš pol kasneje, ker vseeno daš te neke stvari skozi, ko pa če jih imaš mogoče prehitro, pa ne zdaj na silo, ampak ker pač zdaj družba tak pravi, da bi jih naj imel, pa potem se ti strga, ko si 40, pa bi ti pol ven hodil, pa bi ti pol ne vem kaj. Mogoče je pač vseeno pametno imeti bolj pozno, pa da daš neke stvari že skozi, da ti pol pač več ni do tega, da ti zdaj okoli skačeš. Teda ne vem, mogoče da bom dobila to željo nazaj. Samo se zagotovila sem kar šla iz teme prijateljstva na otroke. Vprašala si Ni panike. Če imam občutek, da imam vsaj eno iskreno prijateljico, hodila sem povedati, da ja, da sem prej skozi leta kar pogosto menjavala družbo ali pa nekaj ljudi, ki so mi bili tesno okoli mene, to sem je vedno sestra delala norca. Ti imaš vedno neko drugo najboljšo prijateljico, mi je rekla. Imaš eno leto eno, pa drugo leto drugo. Ker ona pa je taka, da že ima od prvega razreda osnovne šole eno najboljše prijateljico, pa najboljšega prijatelja. Ampak meni se to zdi, ja, meni se to tudi zdi tako nemogoče imeti tako celo življenje eno najboljše prijateljico, ker se mi zdi, da se pač mi ful spreminjamo in ne zdaj, da izkoriščam ljudi, ampak se mi zdi, da kot da mi v nekem obdobju bolj paše taka oseba, pa kot da jo pol ne prerastem ali kaj se zgodi, ne vem, ampak v drugem obdobju pa mi paše čist neka druga oseba, s katero imaš pač neke skupne teme, neke stvari, skozi katere greš pač podobno in da je pač normalno, da si z enimi en čas bolj vredo, z drugimi drugi. Ampak zdaj trenutno se mi pač res zdi, da to, kako imam povezavo s Polono, pa tudi s Tamaro, to, kaj je pač naredila za mene, da se pač res v določenih momentih postavila za mene, ko ji ni bilo treba, pa da pač jo res zanima vedno, kako se počutim, da me pokliče, kako si, kako boš to, kako boš ono. To je ful dan danes redko in sem večkrat že omenila, da za tako prijateljico, kot sta Polona pa Tamara, sem res ful hvaležna, pa je ful čudno, v kakih okoliščinah sem spoznala, ne v resničnostnih šovih, ampak po moje je to, ko greš z neko podobno stvar, skupaj te res ful poveže. To se strinjam, pa tudi, tako si rekla, ne, da ima tvoja sestra recimo neke kolege iz otroštva, jaz verjamem, da tudi ta dva, ne, sta že mogla nekako biti tak, da so oni skupšli, ne, da če bi zdaj ona dva postala, ne vem, največja junkija, narkomana, propalici, pa če to ni ona, da se ne bi vlekla na njih dveh, pač še ne bi skupaj po neki poti šla, ne vem to, saj koliko jaz tudi pač vem,
za tvojo sestro, pa vem, da za njih, ne vem, ne, grozna oseba, predevam, ne. Pa tudi tako, če gledam recimo tak svoje izkušnje splošno z ljudmi, ne, sem ful tako, ko sem se hotela oklepati nekih prijateljstev, pa pač pol ugotoviš, da te duši. Tako si rekla, te recimo pokliče, te vpraša, ne, jaz sem za eno najboljšo kolegico, ko tu smo se spoznali, tudi čudne, tudi take okoliščine na neki budnici, na koncu smo se spoznali tak, ker je ena prešimfala mene, konkretno ona je ugotovila, da ja, mogoče ona res je dobra oseba, pa se pol najdeš, ne. In tudi kaj mi največ pomeni, da ne glede na to, če imam jaz neke stvari, pa če sem busy as fuck, pa nimam časa, da veš, vedno ono, Urša, kak si, vsaki podcast ona pogleda, vsako stvar ona podpira, ne, in pač za Laro sem ful hvaležna, pa tako si rekla, moški sprejmejo to, da se ti skregaš, pa da poveš ženske, ne, in kaj meni pri njej všeč, ker jaz ne v obraz povem, neke stvari so, pač jaz ne bom nekaj se mulila, ne, se ja, točno obede vema, ko je kakva tenzija, ne, ampak pač si v obraz poveš, ne, tako da kak si ti, verjam, da glede na to, da si šla z Polono čez 2 reality šova, ne, torej najprej Sanski, pol Kmetija, sta verjetno imele tudi vidve neke vajne kreše, ne. Je ona taka, da lahko stvari skomunicirata? Pa dejansko nismo jih imele. Okay. Bil je en, takrat tisti svejkon prepir v 911, to je že bilo 3 leta nazaj, so nas vsi čudno gledali, zakaj se mi dve kao drugi dan tam sprehajamo po Portorožu. Čakaj, kaj je bilo to? Tisto nam je bila neka fora, da pač je šlo viralno po TikToku, kao da jaz tam neki kozarec vržem, ona da se tam nekaj dere na mene. Ne vem več točno, zakaj se je šlo. Ampak dejansko mi dve s Polono, enkrat vem, da je bilo nekaj, ko je rekla, ja, tu me samo puščaš, pa se vsemi ostalimi družiš, ker je ona bolj introvert, jaz pa se laže nekako z ljudmi, ko jih prvič vidim, družim, da je takrat enkrat na nekem eventu mi rekla, ja, samo me puščaš, pa se je nekaj razkurila, ampak to mislim, da je to. Mi dve zgleda pač, smo si vseeno toliko kontra, da spašemo skupaj glede nekaterih stvari, ne vem, mi dve se res nikoli nismo skregale. Fulično, ampak jaz proti si povem, ja na živce mi greš, ja tečna si, pa druga reče, ja vem. Veš, tako ono ampak ne grdo, da ji rečem tečna si, ampak tak v hecu, kao, pa itak takrat ve, da je tečna, ali pa ona meni to reče. Ja, se počutiš tak, ne? Ja, in ona meni pol reče, ja, dan si pa ti tečna, ne. Tako da kar sproti take stvari, ampak ja, ti reality šovi, nikoli si človek ne bi mislil, tam lahko spoznaš nekoga, ko je pol prisoten v nadaljnem tvojem življenju, ampak je, ne, pa tudi nekako se mi zdi, da najboljše se razumemo med sabo taki, ko smo dali to izkušnjo skozi, ker redko kdo se pač zaveda, kak je to biti nekje tak zaprt, kaj to potegne za sabo, sicer je pač i tak ful dobrih stvari, pač ko se ti pol odprejo, ampak koliko pa je pač tudi stvari, s katerimi se moraš soočati, ko pa niso cool. In dosti se mi zdi, da nas je sploh zdaj to iz letošnje Kmetije, ko se tako pogovarjamo, da smo kar tak malo ne zgubljeni, ampak iščeš se, ali bi se zdaj ti v to usmeril, ali bi v TikToke snimal, ali bi na Instagramu delal, ali bi dal svoj brand ven, ali bi se čisto maknil od tega, bi šel v neko drugo službo. Vsi smo tu v nekem takem podobnem, se mi zdi, v neki podobni situaciji, ko se iščemo na kak način pač delovati, ker te taki šov zna ful zmest in zato je tudi ful lažje se družiti pol pač s takimi ljudmi, ko so bili tam. Tu bi še eno stvar dodala, zakaj jaz mislim, da je toliko lažje. Ti, ko si tam, ti verjetno zdaj takoj veš, kera oseba ti totalno ne ustreza, pa kera ti. Zato, ker, veš, ti lahko imaš masko gor, koliko časa? Par dni? Ja, ne, še to ne. Mislim, zdaj, če si ful neka gluma, pa ful nekaj, tako da se nazaj držiš, te lahko, ne. Samo jaz tudi take ljudi pač ful hitro prepoznam. Skužiš, če je nekdo medl, ko, ne vem, veš, neslavna juha, kaj bo ti taka oseba pač. In ti si verjetno tudi tako videla, kdo ti paše v neki stresni situaciji, pa kdo ne. In si tudi vedela, da če je neka oseba taka bila, ne vem, 3-4 tedne, kako dolgo si v realityju? Več? Ne, več, 2 meseca? Ja. Sanskega smo snemali mesec pa pol. Okay. Kmetija traja ful dlje. Kmetija traja res, mislim, da je koliko je 70 oddaja vse skupaj. Tako da, ja, kmetija traja duplo dlje. Ampak fora tudi teh realityjev je, da pa če ti izoliran od sveta, se pravi, nimaš telefona. In veš, ko ti greš dan danes na kavo z neko kolegico ali pa jest ali pa ne bilo kam, ti se pogovarjaš, ampak zraven imaš telefon, pa te nekdo kliče, pa te nekdo piše, pa odgovoriš na neki mail, pa neko sporočilo. Si vedno malo z glavo tudi pri drugih. Ja, žal. Ja, in to so vse motnje nekega pogovora včasih in tam noter teh moten ni. Se pravi, ko se nekaj zgodi,
ti tam se boš s to osebo pač pogovarjal in ne bo te moglo nič pri tem zmotiti, ker ti pač tam to moraš rešiti, ker boš pač tam 24 ur skupaj živel in drugače ne gre. In zato se mi zdi, da tudi ful boljše ljudi spoznaš, če začneš spoznavati nekoga tam noter ali pa veni, ker si res konstantno skupaj, pa še teh motenj ni. Tako da, ne mi s Ponovno smo se ful dobro spoznali že v Sanskem, ker smo pač imeli cele dneve čas se pogovarjati, brez da zdaj ena vmes telefonira ali pa kam gre, ne, ker nimaš kam zaiti. Kako bi recimo rekla, da so čustva tam noter, glede na to, da si ti res zaprt, ne? Ja. Nimaš telefona. Jaz ne vem, kaj se zgodi, ko greš ti snemat neki resničnostni šov. Jaz res ne vem, kaj je to, ampak ko ti greš tja, za tebe zunanji svet ne obstaja. Tako da kapo dol vsem tistim, ko imajo zunaj ne vem, otroke ali pa neke može, ne vem kaj, ker ko si tam se ti zdi, kot da zunanji svet sploh ne obstaja. In po moje ful težje vsem tem, no, ko imajo pač otroke zunaj, jaz tega ne vem, kako bi jaz to prenesla. Ker tako se nam je zdelo, veš, kot da, ko si tam, kot da ne vem, ker ne obstaja okoli tega balončka nič, kot da ne vem, če greš zdaj tam ven, da izpadeš, da umreš. Ne vem, kaj se nam to zdi. Veš, kot da si neki dansko igrci. Ja, ne znam tega razložiti. Meni sicer ta svet dokaj ustreza, se pravi, da sem umaknjena od realnosti, da nimam telefona, meni to dokaj ustreza. Pa po moje, da bi še šla kam, tak, če bi mi kaj pametnega ponudili. Ampak je ful zanimivo, kot je tam nekdo fajn, ti je tak duplo fajn, ekstra fajn ti je. Kot je nekdo ni fajn, ti je ekstra nadležen. Ne vem, tam je vse nezduplirano. Ne vem. Potencirano na 10 ja, jaz ne vem, zakaj je to tak, ampak tam so in jeza, in žalost, in veselje res tako spotencirani, pa ne vem zakaj, ne razumem. Ne vem, kaj se tam zgodi z odnosi, ampak tam se ful z lahkoto zaljubiš, ful z lahkoto se skregaš, ful z lahkoto se razjočeš, pa ne vem zakaj, ne vem, ne razumem tega. No, kaj narediš ti, ko se neka slaba situacija zgodi, pa si doma? Kaj narediš v sekundi? Ja, zdaj, prej sem jaz bila vedno taka, da sem morala biti v neki družbi, da se mi nekaj dogajalo, da sem se zamotila. Zdaj pa sem bolj taka postala, da ko sem slabe volje, pa ko mi nekaj pač ne paše, da se omaknem, da sem sama, da magari, ne vem, si probam film narediti, da se probam zamotiti, ali pa hočem pač biti sama. To se mi je ful spremenilo skozi leta. Sicer je to cool, da znam biti sama, prej nisem znala biti sama. Tam pa se nimaš ti kam umakniti, Ja. dobesedno nimaš kam. Kamere so vse povsod, tudi če ti z nekom ne želiš govoriti, boš slejko prej mogel, zaradi tega, ker se tam snema neki prizor, ko se mi tam nekaj pogovarjamo, ali pa ne vem, pride naloga, moraš skupaj delati. In tam nimaš pač te možnosti se umakniti in zato pač se neki prepir dostikrat vleče dlje časa. Je pa še ta stvar, ne, da predvidevam, da ko si doma, itak vzameš telefon, nekaj že takoj na Instagram, ne, to jaz ugotovim pri sebi. Čim je nekaj, kot da hočeš pobegniti, kot da samo da odpreš telefon, kot da si na avtopilota, že kar Instagram, TikTok, mail, SMS, pa snak, kaj jaz iščem za na tem telefonu, jaz ne vem, sebi psihe prepucala na tem, da bom zdaj tam odprla Instagram, pa začela gledati, kaj storija drugih ljudi, kak veš. Zamotiti se probamo zunaj, pa neke stvari, ja, pač kot da je ne obstajajo, tam pa ja pač te opcije nimaš, ker boš pač tega človeka, ki ti gre v tem momentu na živce, pač gledal še do nadaljnega ali kaj in nekako te prisili, da pač na drugačen način tudi pristopiš k pogovoru, k reševanju nekih stvari. Sicer jaz moram povedati, da sem se tukaj v kmetiji kar ne zaglih nazaj držala, ampak ful sem se kontrolirala bolj, ko pa sem mislila, da se bom. Ampak je pa kmetija že taka sama po sebi, ne? Če boš ti tam nekaj dramaral, pa si tam nekaj itak te takoj več ne bojo marali in boš šel na živce, te bojo dali pač takoj ven. Tako da, tu se mi zdi, da smo kar vsi podobno razmišljali, ko je neki spor nastal, smo kar vsi nekako hitro probali to rešiti. Tam tudi, ko sta se Igor pa Nik skregala in me je bilo tako žal, kao jaz ramo, to si delamo, tu se nekaj deremo, gremo to rešiti. Po moje, če to ne bi bila kmetija, da bi bil kakšen drugi šel, ker bi mogoče nekaj gledalci kaj odločili ali pa kaj, ne vem, če bi se tako hitro pomiral folk. Ja, ker vseeno vse je odvisno tam noter, ne. Si se ti s kom poznala, prej si šla v kmetijo?
Ja. Mislim, si že poznala koga od teh ljudi razen Polone? Ja. Tjašo sem poznala, zato ker je bila ona pa s Polona na kmetiji, takrat 21 je bila Tjaša s Polona, pa smo pol bili parkrat na nekem eventu, pa tako skupaj, da njo sem poznala. Ampak, čakaj, ostali so mi bili vsi pač fora je, ker ko neki folk vidiš, ko je tudi pač ne poznan ali pa je bil v nekem resničnem šovu, se ti počutiš, kot da ga itak poznaš, to smo se tudi prej pogovarjali, ne? Jaz sem pač za Igora, pa za Borisa, pa za to te vse pač itak imela feeling, jaz se poznamo. Drugače pa ja, z Nikom smo se poznala tudi prej. Smo si nekaj časa dopisovala, z njegove strani je tudi bila neka želja, da bi se dobila, sicer hvala Bogu se to nikoli ni zgodilo, ker verjetno bi pol jaz takrat prvi teden, ko me je v hlev poslal, ker se me pač smešno zdelo, ker me pozna, da me vidi, kako bom tam v hlevu, bi po moje pa takrat res narela, če bi mi dva, ne vem, se dobila, pa kaj imela, pa da mi pol tol naredi, bi pa jaz res verjetno v luft skočila. Tako da ja, tega folk ne ve, ampak mi dva smo se poznala. Ok. In misliš, da je to bilo pol neka zamera, da ti nisi hotela iz njim ven, da te je pol poslal v hlev? Ne, ni bila to po moje zamera, bila je po moje to pač je bil hec z njegove strani, kao, ja, da vidim zdaj Laurico v hlevu, je rekel, ne, kar je po moje gledalcem malo čudno, zakaj bi zdaj on hotel Lauro videti v hlevu, pač če se prvi dan tam vidijo, ne. Tako da on tudi po moje tudi najbolj razmišljal, kaj govori, glede na to, da pač mi je pol par folka dansko napisalo, pač, zakaj tebe Nik hoče v hlevu videti, se pa te kao ste se komaj zdaj prvič videli, pa sem pa tak, ja, se to je tisto, nismo se, mislim, pač, ni bila to dobena zamera, ker takrat tudi glasoval ni pol za mene, on tisti prvi teden. Smešno se me pač zdelo, po moje htel, da malo se mi strga, pa da se pač smeji ali kaj, da se norca dela. Ok, zdaj kmetija tako že zaključena, ne? Si imela z Nikom kar par burnih. Kako se ti nasplošno zdi ta Nik pa Maja kot osebi, glede na to, da si bila pol kar šokirana, ko si šla ven? Mislim, jaz sem celi čas nekako imela globoko v sebi neko idejo o tem, da itak slejko prej se bo zgodilo to, da bojo dali mene, ker so bili sami taki na kupu, ko sem vedela, jaz pol pač takoj za Ines prva jasna tapet, jaz sem to nekako se zavedala, ampak prvo mi smo pričakovali križno glasovanje, se pravi ta druga družina takrat ful ni marala Maje in zato jaz nisem se niti nekaj stresirala. Za tiste, ko mogoče ne gledajo kmetije, mi smo potem, ko so prišli gozdarji, ki so kao bili skriti, sicer nismo vedeli, da so tam, ampak ok, so prišli v areno in sta nastali naenkrat dve družini in znotraj družine so se vedno glasovalo, kdo bo prvi dvobojevalec in potem je mogel biti isti spol še drugi dvobojevalec, ampak nikoli pa se ni vedlo, ali se bo glasovalo, da mi glasujemo za drugo družino, kdo je dvobojevalec, ali bomo znotraj družine glasovali, to je vedno nekako bilo, vedno neko presenečenje, vedno smo čakali, da prije Natalija, da pove sploh pravila. Nikoli nisi mogel biti sploh ziher, kako bo nekaj potekalo. In pol se je dostikrat dogajalo, da se je folk zmenil, kaj bojo naredili v primeru, da bo tako glasovanje, kaj bojo naredili v drugem primeru, da bo drugačno glasovanje. Ful enih opcij si je vsak naredil, tisti pač, ko se jim je dalo to ful taktizirati. Jaz sem nekako probala si biti z vsemi cool, da pač ne imeli razloga, zakaj bi me dali. Tudi delala sem, kuhala sem, vse sem pač delala. Pa pač je prišlo do tega, ja, da so dali mene, ker je bilo znotraj družine glasovanje in tako so bili pa pri nas samo taki Igor, Boris, Maja, Nik in tako ni preostalo drugega, kot da pač dajo mene. Ampak jaz sem vseeno nekako potihem celi čas upala, ok, mogoče bo Nik vseeno spoštoval to, da smo neki kontakt imela zunaj, bo dal Marjano, ne vem, sicer je to bilo tak, ne, kako se temu reče, na dolgo, ne vem, kako se temu reče. Nadaljavo? Ja, veš, kako se oni pregovor? Ne med prazno, ne vem, nima veze. Ja, sicer takrat se pač videla, sem kar razočarana bila nad njim, ampak jaz vedno probam tako, kaj bi jaz naredila. Vedno probam pri ljudeh iskati to, kak bi jaz bila in pol sem dostikrat razočarana, ker nekdo pač ni taki kot jaz. Veš, kaj mislim? Zdaj, če jaz ne bi nekoga zafrknila, pol nekako mislim, se on mene tudi ne bo. In tu se dostikrat jaz opečem, ker pol se glih to zgodi. Ampak meni je itak še vedno pač najbolj važno, da nisem jaz izpadla nesramna, da nisem jaz naredila nič kaj takega, kar mi je pač zdaj žal, da so pač drugi bili mogoče taki, ko niso izpadli cool.
In kaj je bilo zdaj ta zadnji teden, ne? Sta imela tudi kar burno. Ja. Ti si že mi objavila, da si že po koncu šla na morje. Aha, čakaj, neki video si še, tisti tvoj video zaključen je še bil Ja. predtem, ne? Ja. Kaj si v tistem videu točno povedala? Tisti video je tudi bil kar udarn. Ja, ko sem šla domov, je bilo v meni ful ene, ne vem jeze, ampak takrat sem pol si mislila tako, da pa več ne tekmuješ, da te več ne rabi skrbeti, da bojo zdaj pač to, da boš ti povedala nekaj iskreno izkoristila, ti bojo dali kamenček, zdaj pa ti lahko poveš točno, kaj si misliš in dejansko pač to, kaj sem povedala, sem dejansko takrat mislila. Boris tako, koliko smo videli pač na kmetiji, ni res nekaj delal. Igor tudi. On sicer pravi, da je kar dosti delal, samo pač mi, ko smo bili tam, vemo, da je bilo dosti časa, ko je on spal, da je dosti več hrane vzel, kot ostali, od dela pa ni bilo nekaj ful, tako da mi ni žal, da sem pač rekla, da imajo fitneserske mišice samo za fitness, ne pa za kmetijo. So bili ostali fanti res dosti bolj pridni iz druge družine, tako da mi ni žal, no, da sem karkoli rekla, ker tudi moja se je pokazala kot ful, nekako na njo, tak je. Zahrbtno. Ja, ful si je htela biti kao z mano cool, ampak to se mi vseeno zdi, da pač ni bilo iz pristnega namena, tako smo zdaj s Tamaro pa spolno ostali od tega prijateljce, ampak je bilo pač samo iz namena, da pač dobijo od mene neko korist, da pač jaz ne glasujem za njo ali pa za njenega brata in se mi pač ne zdi, da je bila bilo kdaj čez celi šov pristna. Jaz sem pač celi čas jemala, ok, sem imala fajn, neke bedarije smo skupaj naštimale in pač moje prijateljstvo do nje je bilo iskreno, ampak jaz sem hitro ugotovila, da pa njeno do mene ni bilo. Tako da pač jaz s takimi ljudmi tudi veni ne želim imeti stika in ga z njo nimam. Ok, gremo za na zadnji finalni teden. Ja, to pa je po mojem najbolj naporen teden bil na celi kmetiji, to so vsi rekli, da je to jim bil ekstra psihično naporen teden. Mi smo si mislili, gremo malo pač kao porota, gremo se malo hecat, fajn nam bo, tako se nam pač več ne gre za tekmovanje, pridemo kot gosti, pa bo fajn. Jaz sem to ful mislila. Vsi smo to mislili. Z Borisom, z Jasminom spolno smo se slišali zunaj, ok, taka ekipa, ko smo si cool, gre nazaj noter v poroto. Čakaj, to se si sami, ne. V bistvu, točno to zbira? Znotraj, pač finalisti so glasovali, koga želijo imeti nazaj noter. Vsak je napisal 6 ali 7 imen. 6. Vsak je napisal 6 in potem tistih 6, ko je imelo največ glasov, so se pol vrnili. Tako da v bistvu je vsak napisal jih 6, ja. Pa pač nekako so to pol sešteli, ne vem, ker me ni bilo tam. Ampak ja, mene so poklicali, ja, Laura, ti moraš nazaj, jaz na morju. In tako mi ni zabilo iti v to nazaj, ampak pol smo se nekako mi pač slišali. Pa smo bili tako, ok, gremo pač malo bo zabavno spet, pa ni bilo, ne. Jaz mislim, da si doben ni mislil, da ko bom prišla nazaj, da bo to toliko enega joka, toliko enega stresa. Ja, če mi tim ne bi pač povedal, kaj ni govoril, verjetno do tega sploh ne bi prišlo. Ampak pač predstavljaj si, da ti prideš nazaj, pa ti nekdo reče, ja, on pa je govoril, da si ti njega šlatala. Ti pa pač veš, da je situacija malo drugačna, pa da je on bil iniciator nekega pogovora, pa da bi se dobil veni že pred kmetijo. Pač vsaka ženska bi popizla po moje, vsaka. On je tu šel pač res preko meje, ampak ja, se polje hvala Bogu priznal, da je htel izpast frajer, da se mu je pač delo smešno, a tam reče Borisu, kao ne, da on nič ne imel z mano, da ima on zunaj neko punco ali kaj ne vem, in da sem jaz polje izpadla pač budala. To bi po moje čisto vsaka ženska ponorela. In jaz sem jezna na sebe, da je sploh prišlo tako daleč, da sem se jaz spustila, da je sploh on meni toliko prišel do živega. Zato, ker realno, jaz pa sem imela vene nekaj pogovarjala, pa to mogoče sem se delno ne navezala, pa da bi jaz imela nekaj čustva, ampak ja, po moje, da mi je bil veni všeč, po moje, da mi je bil cool in da sem bila razočarana, ampak... Si imela neko upanje? Ne, nisem imela zglih upanja, jaz sem bila malo tak smotan, ne. Samo sem razočarana nad sabo, da je to toliko pustilo vplivati na mene, to, kaj je on pač rekel, naredil, ker jaz se realno pred tem ne spomnim, kdaj sem se sploh nazadnje jokala. Pač in to, da je on meni lahko povzročil toliko ene ipike pa jeze, da sem jaz bila tak že, jaz po moje se nisem ti žalosti jokala, ampak iz ipike, ampak ja,
jezna sem na sebe, da me je tako daleč to spravilo. Sicer boljše pa je, da sem izpadla naivna, ko pa pač nesramna. Tako da, ja. Pa ste bolj to kaj predelali? Kaj si pol naredila Ja. situacijo? Ja, mi predne smo pol šli do avtov nazaj, ko je bilo konec snemanja, s maznikom pač se pomenila, brez kamer, brez drugih ljudi okoli, ker pač predtem, ko smo se mi probala nekaj stvari pomeniti, je vedno bil nekdo zraven in pol ni on htel izpast, veš, kao pizda, ne, pa je imel skozi te neke svoje kolege okoli. Pol, ko smo bila enkrat, pa sama smo se pa nekako uspela pač pogovoriti, da ne imela potem nekih dram zunaj, da se pač dobenemu ne da. Ampak jaz sem bila tak, ne. Kaj tebi zdaj res žal za to, kaj si naredil? Ali se ti gre zdaj samo zato, da ne boš izpadel pač, kako se najlepo izrazim, ne. Veš, tak sem bila celi čas. Kaj je tvoje opravičilo sploh iskreno? Ali bi ti se pač samo sebi rad rešil rit, da pač jaz ne povem detaljno vsega, kak je bilo. Veš, to je tisto, ko ne veš pol, če je nekdo iskren ali ni. In je htel, da mu dam roko, da kao se veni ne bom šla teh dram. Pa sem nekaj ne dam ti jaz nič roke, ker ne vem, kam jaz razmišljala čez toliko časa. Pač bomo se nekako probala zmeniti, kaj reči novinarom, kaj reči na socialnih omrežjih, da pač to vse skupaj malo ublažimo, ampak itak je že pač vse posneto. Itak pač si že pač priznal, da si zafrknil, itak si že pač povedal, da si se zlagal, tako da nekaj ful tega zdaj rešiti ne morem. Ne? Pač, jaz sem sicer mu rekla, da verjetno se nam zdaj spuščala v neke tu drame, ker se meni res iskreno ne da, ker smo to že vsi malo prerasli. Ampak je pa naredil stvar, ki jo vseeno pač bo videla moja družina, ki bojo videli pač vsi okoli mene in me najbolj skrbi, kaj bojo pol si moji misli, kao, da ne bojo moj jezni pol na njega, ko pa kak sem jaz se doživljala. Ker verjetno pač bo vsem mojim hudo, ne, da je meni bilo pol tam noter težko. Ja. Ja, dejansko, ne, ker verjetno zdaj on razmišlja tu, ja, okej, zdaj se pa jaz moram pobotati z Lauro, zato ker vem, da ima ona ljudi, ki jo spremljajo, ljudi, ki, bom rekla tako, jo spremljajo, ker so zdaj videli, kaka dejansko je, ne, sej to si tudi sama dala gor, da ti je dosti ljudi napisalo, Laura, mi smo mislili, da si ti taka pa taka, wow, dejansko cenimo to, da si ful iskrena, ne? Če jaz povem svojo osebno izkušnjo, jaz sem vedela za tebe, tako sem ti že prej omenila, ker se družila z nekom iz moje familije, pa sem vedela, ja, to je on pa še Laura Beranič, veš za nekoga, pa sem bila tak, ja, sanski moški, pač tak, ne, ampak pol dejansko vidiš, kaka je oseba, ne, ko jo malo časa spremljaš, ko vidiš stvari, ko pač vidiš, da je nekdo res iskren, da nekdo nima neke maske čez, ne, in pač ve, da verjetno sledilci, ki jih imaš, vidijo, kaka si in pač kak je lahko to njemu v minus, ne? Ja, po moje ni dobro premislil nekih stvari, ampak po moje pač je on vseeno še tak delno otroči, vseeno je 3 leta, 4 leta mlajši od mene, moški tak pravijo, da kasneje odrastejo. Po moje on še v toti fazi, ko se pač malo zafrkava, pa pač ne premisli posledic, ki bojo. In jaz sem v njemu tak skozi kmetijo videla neko boljšo plat, ko pa so jo vsi ostali videli, pa ne vem, ali sem si jo jaz pač ustvarila v glavi, ali pač res obstaja, pa jo pol toliko pokvari s tem, ko hoče frajer izpast, ne vem. On sam po sebi mogoče ni tak slab, koliko dela pa govori bedarije. In meni je takrat Igor Mikić zameril, da ko smo enkrat glasovali za Nika, pa je pol prišel iz arene, ker je zmagal, da pol nisem htela spet, da vdarimo po njem. To folk prej ni razumel, pa so eni pravili, ja, zakaj si zdaj premislila, da moraš iz enega klana v drugega skakati, tako. In takrat nisem mogla, pa nisem smela ljudem povedati. To sem naredila zato, ker sem ga fucking poznala od zunaj, pač, ker se mi je zameril, ker je sicer Polono, pač bil kriv, da je šla Polona domov, ampak jaz sem človeka vseeno poznala, pač pisala smo si in jaz tega nisem smela na storyjih povedati. In jaz sem pač mogla biti celi čas, ko je meni folk pisal, zakaj si pol enkrat premislila, pa si držala z Nikom pa Majo, nisem mogla tega povedati in to je bilo ful težko. Ker pač sem mogla čakati čisto do konca te oddaje, da jim razložim, zakaj sem jaz pol htela njega zaščititi. To marsikomu ni bilo jasno, pa zdaj jim verjetno je. Ja. Tu si zdaj dansko dala tak en primer, da ne vem, meni že to deluje kot nekdo, ki je dobra oseba. Veš, ker če se ti z nekom pogovarjaš, pa tudi če ti nekdo piše, pa verjetno sta se kar pogovarjala, ne, glede na to ni bilo za to sporočilo, ja, ti greš Metijo, jaz tu, ki se vidimo, ne. Veš, si zgradila mogoče tu neko zaupanje
Je pa pol Ja. bilo tu, ne vem, Izdano, ja, na nek način sigurno, ja. Sicer mi dva se nismo pogovarjala, greš kmetijo, jaz tudi, ker se mi tega nismo smeli pogovarjati. Mi dva, v bistvu jaz sem predvidevala za njega, da gre, on je predvideval za mene, da grem, nismo pa se o tem sploh pogovarjala zunaj. Se pravi, mi dva smo imela neke čist XY teme, oba smo se delala, lahko da sploh ne gremo na kmetijo, pogovarjala smo se res čist XY stvari, tako da ja. Zakaj pa se ti je zdelo, da gre on tja? Ne, to ne smem To ne smeš? Ok, dobro, v redu, to po v moje redu, ne v redu. smem, ja, ampak je dosti ljudi vedelo drug za drugega, kdo bo noter in ja, to je bilo kar slabo. Vem, da ne smeš o točnih številkah, tako da ne bom, ampak se splača nekomu, ki ima svojo službo, iti v kmetijo, mu pokrije neka dnevnica to, da bi on delal drugače. Če ti nisi nekako javno izpostavljena oseba od prej, pol ne. Zato, ker tisti, ko grejo noter kot totalno novi obrazi na televiziji, nimajo niti, kako naj za to rečem, pravice od produkcije zahtevati nekih full dnevnic, ker pač produkcija še ne ve, koliko bo on prispeval k gledanosti in pol se nimajo niti nekega prostora pogajati in imajo potem zakonsko fiksne tiste nekaj, kaj pač so tudi drugje, ko imaš neke te podjemne ali kak pogodbe so, je to že vse fiksno in pač se tu ne moreš pogovarjati. Ko pa si ti enkrat javno izpostavljen, to pa je pol drugače. Sicer sem jaz ful tehtala, bi, ne bi, ker sem takrat gli svoj brand vundevala in sem vedela, bomo to mogli ful zamakniti, da bom jaz tu določen prihodek, pa še neke stvari, tako da čisto odvisno. No. Če pa imaš ti neko svojo redno službo, pa da pa ti zašel na kmetijo, pa da si čisto izven tega medijskega sveta, pol pa si delaš minus, ja, pol se ti pa ne splača. Ti si takrat zginila z Instagrama ali je imel kdo tvoj Instagram pa je kaj objavljal? Zginila sem z Instagrama, ja. S tem, da sem objavila. Zadnji moj story je bil, da sem na letalu. In še to story od lani, ko smo s Carmen pristale v Dominikanski. In to je bil čisto moj zadnji story in pol sem jaz zginila. Tako da eni so mislili, da se je nekaj zgodilo. Spraševali Laura Beranič, strmoglav. Ja. To je bil danes, ko jaz bila to nisem mišel drugače. Ne, tega si ne bomo zdaj preklicali. To sem naredila pač, ne vem, z namenom, da so pač mogoče ljudje mislili, da sem se mogla malo umakniti, da sem šla nekam na dopust, da pač se malo odklopila od socialnih omrežij. In me kar en čas ni bilo, v bistvu, ne, tak dober mesec me ni bilo. Jaz pa se pač objavljam vsakodnevno. Tako da so ful opazili, ja, spraševali so tudi ljudi okoli mene, s katerimi sem si bila blizu, ki sem, kaj se dogaja. Itak pa že nisem nič povedati. Ampak je fora, da je pač kmetija se predvajala s tak velikim zamikom, da polko se je to začelo predvajati, folku ni bilo jasno, kako sem jaz lahko bila na snemanju, če sem pa celi čas prisotna na Instagramu. Oni so kar pozabili, da vmes mene spomladi en mesec kar ni bilo. Tako da je bilo. Ja, ljudje mislijo, da ti to zdaj snemaš, ne? Pa da se to kar objavi naslednji dan že. Ja, mislim, nekako zdaj sicer so že nekako seznanjeni malo s tem, da je to zamikom vseeno, tako pri Sanskem, ko smo mogli to razložiti, ker eni so kar mislili, da smo me čez vikend tam, ker je takrat bil Sanski samo čez vikend predvan, čez teden smo me kar prosto, kao ven in več pa so te srečevali, pa so ti pravili, ja, navijam za tebe, pa sem tak, ja, če je že konec, pač nimaš kaj navijati. Zdaj so že malo vešči tega, veš, da je to z zamikom, ampak zato pa jim glih ni bilo jasno, kako si ti kao bila tam, če pa celi čas nisi nikoli zginila. Vseeno, ker je bil tak veliki zamik, so pol že pozabili izgleda. Ja. Ko si imela Sanskega, ne? Kako si se recimo ti soočila z dejansko zavrnitvijo strani moškega, recimo na javni televiziji, ne? Ker takrat je bilo kar tisto, Laura, ona je ful obsedena z Gregorom, ne? Kako si se ti takrat, ja, to se je ful govorilo. Kako si se ti takrat počutila? V bistvu je bilo tako, da meni je ful ustrezalo okolje. Meni je ful ustrezalo biti odmaknjena od realnosti, pa takrat, ko smo mi to snemali, je bila korona, nisi si imel kaj za začeti zunaj. In bolj, kot da bi jaz se navezala na Grega, sem se jaz na tisto okolje, kjer se snema, kjer se nekaj dogaja. Te pač ene smo bile res full fine, sporovno smo se ful zaštekali tudi z Ano pa Carmen pa temi. In jaz nisem htela domov od tam zaradi njih, ne glizaj zaradi tega, da on meni ne da vrtnice. In tako sem pa šla domov tik pred finalom. Bolj so samo še one 3 ostale, ko jih je peljal k sebi domov, oziroma one so njega peljali k sebi domov. In prvo je to, pol je samo bila še tista finalni izbor in je bilo to konec. Da v bistvu nisem bila prisotna zadnje 3-4 dni. In takrat tisto večer smo vsi šli ven iz hotela,
en del ekipe je šel, eni domov, tretji, blablabla. In smo vsi takrat šli narazen in je to bil za vse ful veliki šok. Tako da ni mene prizadelo, da sem šla zaradi njega, ampak zato, ker je bilo konec te neke izkušnje. Tako pa sem ti prej rekla, so pa čustva ful bolj močna v nekem šovu, ko pa zunaj. In meni je bil Grega ful cool pa vse, ampak jaz sem to zamešala s tem, da on meni všeč. Mi smo v bistvu pač bila ful vredi kolega in tam noter čutiš vse ful izduplirano. Tako da, ko sem prišla, smo tako, VTF, kaj te z mano je pač, mi dva smo ful lora kolega, ampak to je to pač, ne. Tako da ne bi glih rekla, da sem slabo sprejela to neko zavrnitev pred televizijo, ker je bilo med nama res samo pač prijateljstvo. Si pol tu mogoče kako povezala, kakšne enake občutke, kot takrat, ko si šla pa s fantom narazen, pa si povzela, da je tu neka druga ženska zraven, kako si za to sprejela, da za vas si bila ti, pa še ogromno drugih žensk, pa neki moški? Ne, nisem to nikoli tak. Mislim, niti ne bi rekla, da sem kdaj bila mislim, mogoče ne vem, ampak nikoli nisem imela še izkušnja, da bi imela neko vezo, pa da bi izvedela za neko drugo žensko, ali da bi bila prevarana ali nekaj. To res sem imela srečo, moram reči. Ampak nisem tega sploh tako jemala, ker jaz teh žensk tam noter nisem zdaj ene mi niso bile cool in bolj so to eni krijemali, da smo med sabo nekaj ljubosumne, ali kaj ne vem. Ampak če bi to bilo tako, jaz ne bi mogla tam spolno razumeti, pa z Anjo sem si bila tudi pol na koncu cool, pa vsemi. Nismo jemale tega tako, da smo me v neki vezi z nekom. Čisto drugače je to, ne vem zakaj. Ja, neiskreno svaka čast. Jaz že vem, da jaz se bi sigurno stepla tam, pa marsikaj, ne. Kako pa gledaš na neke situacije, ki so bile, če smo že pri varanju, z vidika varanja na kmetiji? Se si rekla, da so čustva potencirana, ampak me zanima, kako ste vi tekmovalci, ki ste tam noter bili, gledali na te situacije? Si ti čutila kako obsojanje, si bila takih, saj nisem to jaz? Kako si ti to razmišljala? Si tudi roke z Nušo sem zasledila? Ja, jaz sem si in s Timom in z Nušo, pač jaz se niti nisem htela nekaj vtikovati v te njune stvari, ker pač se mi ne zdi, da je to moja stvar. In se mi tudi zdi, da ko se eni ljudje na splošno socialnih omrežjih oglašajo glede tem, ki se jih ne tičejo, to pač eni radi delajo. Ja, kaj ste videli, kaj je bilo to, zdaj pa gremo mi to komentirati. Pač zakaj to delaš? Pač me se to zdi, da tako hočejo, ogleda pa neko pozornost pridobiti preko tuje drame, jaz tega nikoli pač ne delam. Jaz nikoli nisem v življenju posnela storija, pa začela govoriti o neki situaciji, ki se pač mene ne tiče. To, kaj je bilo, takrat s to Saro Rutar, pa to Pici, ko je delal, pa to, kaj je bilo Tim Nuša, te vse neke aktualne teme. Jaz nikoli nisem vzela telefona, pa začela se snemati, jaz pa mislim to, pa to, pa to. Če bi kdaj imela kakšen taki pa me nekdo vpraša, povem 2-3 stavka mogoče, pač toliko, ker me neki sledilec vpraša, ampak ne pa šla podrobno v neke teme. In tudi noter, jaz nisem nekaj zdaj, če pač, se tam nekdo lupčkal ali pa kaj, jaz nisem se v to pač vtekovala, da me za tam nekomu govorila, ja, ti imaš pa doma fanta, ti imaš pa doma punco, pač kdo se ima, da ti bom to govorila, veš kaj mislim, ne. Drugo bi mogoče bilo, če bi bila jaz notri, da bi Polona bila z mano tam, pa da bi ona imela zunaj resnega fanta, s katerim bi se jaz razumela, po moje bi jaz takrat se vmešala, pa bi rekla, alo, kaj stara, kaj ti delaš, ne. Takrat po moje bi se, tako je po moje zato tudi Tamara takrat naredila, ko so vsi kao nekaj obtoževali, ja, pa ti si ljubosumna, pa tebi je ziher Tim všeč. Ne, pač ona je od Tima prijateljca bila zunaj, ona je vedela, da ima on zunaj fajn punco in zato pač je probala biti dobra prijateljca in mu je rekla, stari, nehaj pač, in zato se je tudi Tamara obrnila proti Nuši, da bi jo čim prej dali ven. Gli zato, ker je svojemu prijatelju htela dobro, da ne izpade pač kreten na televiziji. No, tega nisem vedela, da sta bila kolega, ker iskreno, če zdaj dodam komentar, tako smo že tu, kot nekdo, ki ne pozna ljudi, sem jaz to dobila feeling, ko da je ljubosumna, ko se je jokala in pol veš še malo bereš komentarje, pa tako si pišejo, ja, tu je zelo ljubosumna na Tima, pa ima doma, tako da lahko razložiš to situacijo. V bistvu ima Tamara ima zunaj partnera, Tamara ga ima že kar en čas in Tim je imel zunaj punce, no pa sta pač kolega in jaz to prijateljstvo ful razumem, ker naprimer
Jaz tudi sem imela na ta način prijateljstvo z Čeglajom, tudi ko so ga vsi pač nekaj tam špukali, pluvali, ne vem kaj, jaz sem vseeno bila na njegove strani in tudi bi nekdo mogoče rekel, ja, ti si zaljubljena v njega, ali kaj ne vem, ne, nisem. Jaz sem pač dobra prijateljica in tudi, če boste se vsi obrnili proti njemu, jaz bom še vedno z njim stala. Tudi, če bo on ne vem kaj naredil, jaz še bom pač vedno njegova kolegica, vedno ga bom zagovarjala. In tako sem tudi pač do tiste ženske prijateljice. Ne vem, zakaj je to pol folk, če pač imaš moškega kolega, za katerega bi to naredil, zakaj takoj to jemljajo, kot da ti je nekdo všeč, pa da si ti zaljubljen, pa da bi ti ne vem, kaj jaz ne razumem. V čem je razlika, če to narediš za žensko prijateljico ali pa za moškega prijatelja? Mislim, jaz po moje ker je meni bilo jasno, ker sem vedela, da se pač Tamara pa Tim poznata, oni so bili lani drugače skupna kmetiji, veš. Oni so se pač Marcel, Anja, Tamara pa Tim se poznajo od lani, ker so bili že lani tam skupaj in taka stvar, tako sem povedala, te ful poveže. In sta pač novala ful kolega. In tako so bili zmenjeni, da bojo skupaj držali. In je ona dejansko to, da je htela Nušo da čim prej ven, da se ne bi ona s Timom zapletala, izpadla pač fulora kolegica, ne. Sam pač folk, ko jo, ne vem, ni gledal mogoče lani ali pa nima pojma, pol kar nekaj komentira in pol pride kar neko čudno, vse splošno mnenje una ljubosumna in ja, to je ful kar nekaj, pač nekaj pišeš, te pač malo se vsaj pozanimaj, pač da ima ona tudi veni partnera. Si tudi omenila, da sta videsi ful okej, ker se je postavila parkrat na tvojo stran, imaš tu kako situacijo, ki lahko deliš z nami? Ja, jaz nikoli od nobenega ne pričakujem, da se bo, zato ker sem se jaz z nekom skregala, tudi z mano, mislim, če se jaz skregam z nekim fantom, pa ima ta fant neko kolegico, ki je z mano, kaj jaz sem zdaj rekla, da se pa ti z njim tudi skrege, ker sem se pa jaz, pa ker se je do mene grdo obnašal, da se pa ti z njim ne druži več. Jaz tega nikoli ne pričakujem od ljudi in če to nekdo sam pač naredi, ker presodi malo, kdo je okej oseba, kdo ni, da je nekdo nekaj naredil res ful narobe in nepravično. In to, kaj je pač Tamara naredila, to je tako redko. Ona dva z Nikom sta tu bila pač kolega od zunaj in ko smo z Nikom imela pač ta spor, ko sem bila čist ven iz sebe, ko sem se drla, ko sem tam še kozarec vrgla in kaj vse, je Tamara pač videla, da je meni res hudo, ker je to pač se zgodilo pred celo Slovenijo, pred kamerami. Je pač dobesedno ona imela toliko empatije do mene, da ko je pol tam Nik prišel do nje, ja, Tamara, nekaj tralala, da bi se on kao tam družil meno, mu je samo rekla, odjebi, pa on to, kaj pa s tabo, odjebi, mu je rekla tam v kopalnici, mislim, da je v bani ležala, pa sem jaz ven čula iz kopalnice, odjebi, pa si tako mislila, okej, pač ta ženska je dejansko očitno res moja prijateljica, ker če ima toliko empatije, da je meni hudo, da je pač kar ona za na to osebo jezna, ne vem, redko, kdaj to doživiš in tudi zdaj zunaj, ko se dogajajo neke stvari pač v mojem osebnem življenju, da je imela pač toliko razumevanja, pa toliko nekega zanimanja tega, kaj se mi dogaja, da se res vsak dan slišimo, to je tako redko pri ženskah danes, ponovadi so si vse nekaj fauš, pa ne vem, ja, zakaj ti delaš to reklamo, zakaj ti to snemaš, zakaj ti to gre boljše. Ful redko doživiš, da ti nekdo privošči, da je nekdo iskren, da ti nič ni fauš. In zato jaz take ljudi, kot je Tamara, pa kot je Polona, ful cenim in jih res, takih ljudi nočem nikoli izgubiti. Si omenila ravno, da se je postavila na tvojo stran, ne? Pa prej smo govorili tudi o prijateljstvih. Imaš kako slabo izkušnjo s kako prijateljica? Ali so se vedno prijateljstva razšla po nekih poteh pač, okej, malo zgubiš stike? Ne, imela sem kar dosti primerov, ko se pa prijateljstvo ni dobro na dober način razšlo, ne, končalo. Imela sem par primerov takih ful preveč posesivnih prijateljic, ki pol še kar niso dale mira en čas in kar sredi noči včasih sem dobivala še kakva sporočila. Pa smo pa tak, pač daj mi mir, pač pusti me na mirno, da bi se tabo družiti. Mislim, bilo je par takih toksičnih primerov, ko sem si prav mislila, pač kaj sem jaz magnet za take ljudi ali kaj. Eni ljudje se mi zdi, da ne znajo sprijazniti s tem, da jih več nočeš blizu sebe. Ne vem, zakaj pač, če te jaz nočem blizu, zakaj ti hočeš biti z mano na silo si blizu, veš kaj mislim, ne? Jaz če pri nekom začutim, da mu moja družba ni okej, se kar sama rajši umakne, pa tam jaz bi nekoga drezala, pa zakaj se ne pogovarjaš z mano, pa zakaj to, pa zakaj ono. Smela par takih primerov, ja. Pa kot tega samo čim dlje v stran. In kaj si naredila? Ignorirala sem. Ok, pa misliš, da zdaj privlačiš drugačne ljudi? Pa
Očitno, da ja, no. Prej sem neke take, ko so bili ful preveč na čuden način posesivni. Imela sem tudi eno kolegico, ko mi ni pustila, da se z drugimi bratlicami družim, pač tak, tiste je bil ekstrem. Zdaj pa očitno ja, nekako s tem, ko sem pač do ljudi dobra, da potem to prepoznajo, da so pač taki nazaj določeni. Včasih me to še vedno pač stane, ne, tako me pač, ne vem, pri Niku, sicer na drugačen način je bil ta odnos, ampak probam pač biti do vsakega fair in če je nekdo pač taki nazaj do mene, pol vem, da je to. Ne. Bi rekla, da si ti kaj na sebi spremenila tak notranje, torej v smislu, ne vem, da si takrat tudi ti mogoče imela neke toksične posesivne vzorce nazaj, pa jih nisi opazila? Ja. Misliš, da je bilo to dvostransko, tako si prej na začetku danes lepo rekla, ne, torej ful dosti si na tistega partnera, pa si verjetno pri sebi imela, kaj ne? Ja. Kaj so bili neki tvoji toksični vzorci v prijateljstvu? Po moje, da sem imela eno tako slabo lastnost tudi, to mi je Polona celo omenila, to mi je rekla, da sem se ful spremenila, da sem se tega spomnila. Rekla mi je, veš, Laura, ko sem jaz tebi rekla, ne vem, ko je imela ona neko situacijo v življenju, pa mi je začela nekaj razlagati, da sem to znala obrniti na sebe, se pravi, da nisem rekla, ne vem, kako bomo za to rešili, ampak da sem začela kao, ja, veš, meni se je to tu enkrat zgodilo, pa sem kar kao njeno temo v svojo obrnila. In ona meni to komaj zdaj pred kratkim tako povedala, pa smo tako, kaj sem res to delala, pač to ful ni cool, ne. Pa bila tako, ja, veš, ampak jaz sem vedno bila tako dober poslušalec in zato pač smo mi dve lahko ostale si cool, ker smo si toliko kontra, da sem se jaz temu prilagodila. In jaz tako pol sem bila v šoku, veš, ker nisem pač spovedala, da sem to pač delala. In sem me vprašala, pa če to še vedno delam, pa je rekla, da sem se glede tega ful spremenila. Da ko pač je tema pri neki njeni stvari, da je pač tam tudi ostane, da ne grem pol na sebe. Veš, kaj mislim? Ja. Tako da to sem bila kar tako, to sem res delala, to res ni cool. Je pa recimo ful razlika, če, veš, ne vem, ti se začneš meni razlagati, to se je zgodilo, pa se rečem, jaz te čisto filam, zato ker se je meni zgodilo to pa to, tako da kaj, veš, pa greš nazaj na tisto, ali pa če potem ti kaj rečeš, ja, to pa, jaz sem recimo eno sošolko v srednji šoli isto, ko pa je res, ti boš ne začel nekaj govoriti, ona pa samo čakala, da vtihneš, pa da lahko gre na sebe, ne? Ja. Samo to po moje pač res je malo nezrelost, ali kaj, ne vem. Da vseeno, ne vem, no. Ne vem. Jaz to malo povezujem z ljudmi, ki imajo victim mentality. Kaj ti zdi, da si imela kdaj to, torej dansko mentaliteto žrtve. Zdaj pa, kako ti to razložiti. Torej, neka stvar bo se ti zgodila in boš tisko se razmišljala, joj, zakaj meni, pa to se samo meni zgodi, pa nobenemu drugemu se ne more, joj, pa ne, da vedno najslabše. Ne, to nisem nikoli nekako tako razmišljala, ampak se tudi ni mislila Polona s tem to, ampak nasplošno, da je bilo kao bolj jaz. Štekam, ja. Ne vem, zakaj sem bila taka, ampak fajn mi je, da nisem več taka, če sem bila taka, ampak problem je, ker se nisem zavedala, nisem se očitno poslušala, ko sem govorila, da dostikrat menjam temo na sebe, ko je nekdo ima neki problem. Ne vem. Pa to je ona edina, ko mi je pač povedala, da sem to počela. Zdaj ne vem, ali drugi niso tega opazili, ali mi tega niso upali povedati. Jaz sem samo vesela, da tega več ni. Ja, mogoče je bilo to, da ti niso upali, ne? Ker jaz to dosti krat opazim, ali tak včasih pri sebi, včasih pri komu drugemu, včasih za me recimo Gašper včasih reče, ko hočeš biti tak, jaz relejtam, pa povedati tvojo podobno izkušnjo, pa kar zatavaš. Ne, meni včasih Gašper reče, ko on neko težavo govori, pa moje že kar hočem, se te razumem, pa on tak, samo povedal bi rado konca, pa sem tako, sorry, pač imaš prav, tak, ne, ker se mi zdi, mi, ko pač rade lapamo, je pol težko, včasih, pač hočeš pomagati človeku, ampak pač ne rabimo vsi istega načina pomoči, ne. Ja, vse teme ti po moje razumeš, kaj mislim, hočeš po moje dobro, ne zavedaš pa seveda s tem nekoga, kao kar utišaš v bistvu, ko začneš govoriti o sebi. Pak ja. Bi rekla, da to že izvira to, da si verjetno imela že rada odvedno neko pozornost, ne? Pa kaj te vem, če sem imela rada pozornost? Ne vem. Mislim, da ne vem. Nimam nekega feelinga, da sem jaz prej v mladosti, otroštvu, mogoče, ne vem, doma. Bi rekla, da si bila med tistih
popular kids, ko so bili vedno nekje delali. Pa kaj te vem, se mi zdi, da pri nas to ni bilo za nekaj tak ful izrazito. Nisem bila nepopularna, nisem bila ful, mislim, normalno sem bila, veš kaj mislim, pač, ne vem, nisem jaz iskala nekaj na silo pozornosti, pa da bi jaz mogla biti zdaj glavna v šoli ali pa kaj. Nisem bila, tako sem se pač držala nekih ljudi, ko so mi bili cool, sicer sem se vedno rajši za starejšimi družila, tako moji vrstniki so mi bili dokaj nezanimivi ponovadi. Ampak ne, nisem jaz prej nekaj bila. Mene je še v bistvu bolj sram bilo, ko smo imeli kakšne nastope ali pa kaj tak v šoli, sem bila bolj kot ne tista, ko je mrknila, ko je bilo kaj tak bolj kako javno nastopanje ali pa kaj. Tako da v bistvu kontra. Ne vem, odkot je to prišlo, da sem šla v Sanskega, pa bum, pač iskrenost, ne vem, odkot je to prišlo. Prej sem tremo po moje premela, kot kaj druga. Bi rekla, da si pridobila na samozavesti, pa da si zato šla. Kakšna je bila tvoja samozavest, ko si bila mlajša? Pa ni bila niti slaba, niti zdaj ekstra nekaj tak, kot sem jo pol dobila. Po moje, da sem jo res dobila, ampak ne vem pa točno zakaj. Ne vem. Ni bilo, da bi jaz prej, da je ne bi imela, ali pa da bi jo ful imela, ne vem. Zanimivo je to. Kako recimo vplivajo neki sovražni komentarji na tebe? Iskreno povedano, ponovadi pod svojimi članki komentarov ne berem. Facebook komentatorji? Ja, ne, jaz ponovadi preberem za druge komentare, ne vem, ko so o kom drugem, pa da vidim malo, kaj si misli folk. Tako glede sebe ponovadi jih ne preberem. Če pa jih, pa tako malo preletim samo toliko, da vidim, kam se bolj nagibajo. Se pravi, če razmišljajo podobno kot jaz v neki situaciji, ali čist kontra. Sicer tudi Facebook komentarji si tako ena bedarija. Nekako meni so bolj važni, kakva sporočila sledilcev na Instagramu, pa ne zdaj važno, da bi zdaj bila, ja, zdaj pa sem jaz v redu, ker so oni rekli, da sem v redu, ampak ker je vseeno to folk, ko me spremlja, pa mi je cool, da pač, če so na mojem profilu, da pač imamo nekako podobno razmišljanje, mentaliteto, da pač niso zabrezveze tam, ampak da smo si vsaj približno na isti valovni. To tudi Facebook pa je pač katastrofa. Ampak ja, jaz nikoli, da jim je bilo kaj prizadelo, da bi bilo kaj, ne vem, kaj res, bolj kot ne kontra. Se pravi, če bo nekdo rekel, ja, pa po Sanskem so ful govorili cela umetna. Ali pa takrat nisem imela niti enega filera nareditega. Zdaj pa jih imam, veš kaj mislim, zdaj pa jih imam, torej kaj boste pa zdaj rekli, pa še bolj si bom šla, pa še to si bom naredila, pa še to. Jaz sem bolj kontra, se pravi, če bo nekdo nekaj rekel, jaz bom namerno kontra spet naredila. Ne vem, meni se zdi pač neumno, da se bi oziral na neki hate speech folka, ki itak nima dobenega vpliva na tvoje življenje, nič ti ne koristijo, ne poznajo te. Pa dosti ga tudi, ko stisneš pol na haki profil, bilo koga, ko ima haki hate speech na bilo koga drugega, ko preberem kakve komentare pod članki drugih ljudi, pa vim, ko nekdo to više, ja, kaka pa je to, ta pa grda, pa ne in kaka. Pa stisnem na taki profil, pa glih tam vidiš, kako čudno profilno, ne, glih taki so pol najbolj glasni, ko ne bi smeli biti, ne, tako bom rekla. Si kdaj imela v živo kako interakcijo? Ne. Zato, ker se mi zdi, da tudi folk, ko kaj grdega napiše, če te bo ta isti človek potem srečal, ne bo upal v živo nič ti reči, ali pa se bo celo delal, kak si mu v redu. Dostikrat se mi je tudi zgodilo, da če mi je nekdo napisal tak 3-4 grde, sporočila na Instagramu, pa da sem šla pol nekaj odpisati, ampak na tak prefinjen način, tak, da malo, ne da vrnem, ampak da sem namerno nazaj fake prijazna ali nekaj takega. Pol so pa tak, ja, veš, kaj se preto nisem mislila resno, ful si v redu. Veš, dokrat se mi je to zgodilo. Ja, ali pa da sem zasledila slučajno, ko nisem htela brati kakih komentarov, pa da sem videla, veš, ko scrollaš po Facebooku, meni dosti krat kar moj članek včasih ven vržena in pol vidim tam, parkrat se mi je zgodilo neki komentar nekega moškega, tudi če ne stisneš komentarja, ampak vidiš pač tiste 3, kot jih kaže. Pa mi je bilo nekam znano ime, ko je nekaj grdega napisal. Sem šla pol na Instagram, pa sem vpisala tega človeka, pa sem pol tam videla tak 10-20 sporočil, ki mu jih nisem odgovorila.
In enkrat sem celo pošla prilepiti enemu, ko je nekaj komentiral, screenshot iz Instagrama, ko je tako 5krat mi nekaj napisal, pa sem ga pač ignorirala. Teda dosti krat v bistvu hočejo samo tvojo pozornost, se pravi, če ti nekaj grdega napišejo, pa se ti odzoveš, pa so kar prijazni, kar pol več nič ne upajo. Tako da najlažje tam nekaj napisati, tako kako se moraš z nekom živo soočiti, tako pa je konec njihovega poguma, pa so vsi naenkrat super. Ja, to čizenka, misliš, meni je, zdaj se smim ravno kar, zdaj, ko smo bili na enem eventu, mi napiše neki nik nekaj, veš, ko stisneš profilno, pa veš, da je to neki otrok, mi napiše, gadna si mrha. Pa mu jaz samo odgovorim, zdravo Nik, ti pa verjamem, da si super fant, pa da boš čez par let, pač ko boš malo bolj zrel, se zavedal, da pač ni to okej, lepo bodi, ne? Pa tako mi napiše, kill them with kindness, pa spodaj, ja, veš, sej nisem tak mislil, Ja. gadna si zato, ker promotaš kar neke stvari, pa take fore. Tak, Ja. To je točno to, ja. Točno to pol, kako dobijo tvoj odziv, ja. tako pol, kar hočejo, pa si biti vredo s tabo. Se pravi, vsi iščejo v bistvu odzive nekomu, komu komentirajo take stvari. Ko da, ne vem, z jezo hočejo pritegniti pozornost, pa ko jim daš svojo pozornost, ti bi si pa oni bili kar vredo s tabo. Tako da v bistvu iščejo samo neke potrditve pač. Ja, mogoče ne, ker tudi tako je, odpisuješ na no, verjetno ne, odpisuješ na requeste pogosto? Ne, dejansko trudim se odgovarjati na neka smiselna vprašanja, se pravi, če me bo tam ena sledilka vprašala, joj, kaj še imaš kodo za tisto podjetje, joj, kaj je, ne vem, za neka oblačila ali pa čevlje, kaj so realne velikosti, take stvari logično pač, da se trudim tako, ko vidim odpisati, zato ker se mi pač zdi lepo, da če nekdo nekaj pri meni video, pa da pač bo nekaj zaradi tega mogoče kupo, da pač se hoče prepričati, pa da pač mu dam neki feedback, če ga niso na storiju dobili. To se mi zdi pač pošteno, da naredim, da to probam sproti. Zato tudi včasih tam tako sporočila v minuti ali pa 2 odgovorim, če pač sem pri telefonu, pa nekaj objavljam. Če pa me bo za nekdo tam, flusti, kaj se mi zgodi, me v inbox nekdo vpraša, ja, kaj ti se pa več ne družiš z Ano Pusovnik, pa sem tak. Res, kaj tebe briga, s kom se jaz družim, pa s kom se jaz ne družim, zakaj mi je to šla pisati v message in kaj jaz skupaj sprašujem, kdo se s kom druži, pač kaj tebe to zanima. In pač zamisli si, da zdaj odprem to sporočilo, pa grem razlagati, ja, se še vedno družimo, ampak pač ne objavljamo storije, zato ker ona ima pač otroka pa družino, jaz pa pač skačemo okoli in nimamo časa se družiti, ampak pač smo na vezi na telefonu, ko smo lahko, kaj bom jaz to nekomu tam razlagala, pa nekaj čudno, pač kaj koga briga, neka taka stvar, s kom se jaz družim, pa s kom ne. Vem, da pač ful, ne vem, ljudi zanima iz kmetije, s kom smo si še cool, s kom si nismo in zato ponovadi neki Q&A naredim, pa pač no tam povem pač take neke stvari, ampak da boš pa ti meni napisal sporočilo, kaj ti se pa več ne družiš, to pa to, veš, ono pa daj, prosim, daj lepo, pač take stvari pa ne dogovarjam. Tudi na, ne vem, večinoma moškim ne odpisujem na neke, ne vem, povabila na zmenke, pa razne čudne ponudbe, pošli mi PayPal, pa neko sliko, pa tako neke to. Reči na PayPal, samo slike ne rabiš. Ali pač PayPala prav sploh nimam, drugo jaz nekaj ljudem pade na pamet, da pač bi oni meni na neki PayPal nekaj nakazovali, pa da bi jaz njim svoje slike pošiljala, ker pač če bi htela to početi, bi imela OnlyFans, pa ga nimam in ga nikoli ne bom imela, da pač ne vem, kaj jim pade na pamet. Obsojaš kaj OnlyFans, glede na to, da je tvoja zelo dobra kolegica ima? Ne, mislim, vsak se za sebe odloči, kako pa kaj, jaz pač vem, da tega ne bi mogla. Enim pa je pač to zabavno, pa easy money je. Mislim, spet ni tak easy money, ko se mogoče nekdo misli, pa moje, vseeno pač se morajo potruditi, pa da te slike nekako izgledajo. Pač nimam nič proti temu, sam pač jaz ne bi imela. Ne pa pač obsojam tega. Vsak po svoje se znajde. Moram te zato vprašati, verjetno ti je malo neprijetno. Roška te je že to vprašal. Ja. Ko si omenila za glih OnlyFans, nekaj, da moram. In ti si omenila, da se še ni... Ne. Samo ga rečeš, ja pa ne. Torej, da nisi še nikoli gledala porno vsebin, pa da se nisi še nikoli samo zadovoljevala. Jaz v življenju še zdaj nisem imela nikoli doma nobene te igračke ali bilo kaj, ne vem. Jaz pač to sem bolj staromodna glede tega, jaz pač mislim, da te stvari morajo potekati v dvoje in tudi
po tem intervjuju, dejansko, ko sem ga tako imela z Roškarom, se mi je par punc oglasilo, ki so podobnega mnenja. Pač jaz sem sicer odprta tak za neke stvari, da pač tako ti pravim, da fajn se ne obsojam, pač jaz razumem, da ljudje pač gledamo različno na te stvari, ampak jaz sem pač bolj staromodna. Pa ne vem, pač meni se to ne zdi nič narobe, ampak meni pač res nekdo mora biti ful všeč, da pač me te stvari sploh zanimajo. Jaz drugače ne mi se tako kopiram s vsemi drugimi stvarmi, da mi je to zadnje, kaj mi pade na pamet. Če pač mi je nekdo všeč, pol je to logično neka druga stvar, ampak zdaj skozi leta sem pa še bolj postala tak tibirična glede tega, pa vse to skupaj. Tako da ja, meni, kako naj to lepo povem, ni mi seks neka prioriteta, razen če me nekdo ful ne zanima, pa če mi nekdo ful ni všeč, pol pa je to druga stvar, pač ja. Čakaj, da si rekli obratno. Da ti ni prioriteta, da če te nekdo ne zanima, ali če te nekdo zanima. Ni mi nasplošno, pač te stvari mi niso prioriteta v življenju, kar je mogoče malo čudno. Če pa mi je nekdo ful všeč, pol pa je pač to drugo. Aha, no, evo, da ne bom kdo narobe vzel. Ok, torej pri tebi ne pride v poštev neki one night standi pa to, ali pride v poštev. Ali imaš res samo dolge zveze, pa je to to? Ne pridejo več. Včasih so prišli. Se nisem ful nekaj s tem obremenjevala, pač, ne vem, se je zgodilo, sem se s kom spoznala, one night stand, pa mi je bilo pač to tak, ne vem, zdaj pa sem jaz postala ako neka, ne vem, nula, ali kaj, ponovno se mi dela norca, ampak enostavno, če mene nekdo dovolj ne zanima, pa če mi ni dovolj všeč, ne bom šla niti na kavo, kaj še le kaj druga. Tako da to je, ampak včasih sem pa bila bolj tako odprta za neke zmenke, pa neke take stvari, zdaj pa ful več, ne, zdaj pa ne vem, kaj se mi je zgodilo. Kje recimo lahko moški spozna Lauro Berani, če si rekla, ne pride v zmenki v poštev, na Instagramu ne, torej samo neki stiki v živo, ali? Ja, iskreno ti povem, ne vem. Res po moje, da moram nekoga spoznati čisto tako spontano, v živo, pa da mi tako kot oseba sede, zato ker veš, če si z nekom pišeš, nikoli ne veš, kak ti bo pač energija, pa kak ti bo, ne vem, kaj ti bo šel njegov glas na živce pač, ali pa ne vem, bo smrdel, ali pa kaj. To se da zrihtati, glej. Ja, ne da se zrihtati to. Pa če nekdo pride, pa ti tak ne ustreza pol. Ja. Tako se mi zdi, da sem dosti krat izgubljala čas, ko sem si z nekom pisala, pa mi pol v živo ni bilo neke energije, pa da se imam nekaj za pogovarjati, pa da me nekaj pritegne. In sem dosti krat pač izgubljala čas in zato pač zdaj sem si rekla, če pač ne spoznam nekoga tako v živo, da je to spontano, ne da se mi, no, res, ne da se mi enostavno. In sem v nekem takem obdobju, po moje prvič v življenju, ko niti nimam želje z nekom si dopisovati nekaj pa to, pač reči se na sebe fokusiram, pa pač delam svoje stvari, ki jih imam, pa bo ostalo že pač prišlo, ko bo. Kaj pa je tvoj tip moškega? Ne vem. Dejansko vizualno, tako če bi rekla, nimam pojma, ker znam je že biti všeč tam 1-2 metra, pa temen, pa tatuji, pa pol sploh ne visok, svetl, veš kaj mislim, nimam nekega tipa vizualno, po moje me more pač pritegniti, ne vem, neka kemija more biti. Ampak tako, veš kaj ne reče, ja, temen, visok, pa ne vem kaj, to je pač taki neki klasičen, ampak jaz tega nimam, po moje. Mora mi biti tak, ful mi mora biti zanimiv tak, ne vem. Se veš, verjameš verjetno v neke energije, da pač oddajo ljudje. Tu, če niso najlepše na svetu, oddajo neko energijo, ko te pritegne. In ja, to mi je dosti bolj pomembno, ko pa zdaj točno neki tip, da bi jaz imela moškega. Lahko je neki model, pa ko odpre usta. Ja. Dansko, mene pa kaki model, pa to ne bo pritegnilo. Meni ni tak všeč, da nekdo ima izklesano telo, pa to. Meni to tipično lep, ne. Ni mi to tak všeč. Ja. Meni so, po moje, če že bolj všeč, kak je bolj take robustni obrazi, pa to, če že bi približno povedala svoj tip. Jaz nijem rada, že njih, ko so kao lepi. Veš, ko imaš koliko, pač, ko sa ni... Meni to torej tisti cans, torej perfektni jawline, brada v nulo. Meni to ni všeč, ja. Ne. Meni je bolj všeč tak robustni tip moškega, če že tako posplošim malo. Ok, kako sta izgledala recimo tvoja bivša, ajde? Moja bivša? Kaj misliš kot resne zveze? Čakaj, koliko si imela resnih zvez? 3. 3, pa bivši, evo. Ja. Prvi tisti, ko sem ti prerazlagala, da je bolj dobil otroka. Ok. On je bil ful visok. Čakaj, torej to je bil prav prvi tvoj resni fant? Ja, 18 sem bila stara. Ok. 17.
18. Ja, tako nekje. On je bil ful visok, pa rjave lase je imel, pa take neke srednje postave pač ni bil neke ful natreniran, ni pa bil, da bi bil, ne vem, taka klasična postava, ampak ful visok. Rjave oči pa, mislim, modre oči pa rjave lase. Pol drug je bil ful potetoviran, ful nabit, temen brada, pa tudi visok. Ta tretji pa je bil tudi, v bistvu, ko gledam, smela te resne fante vse ful visoke, ja. Ampak tak zadnje čase so meni, ki bolj tak nižji pritegnili, ne vem zakaj. Tudi ta naš nik iz kmetije je bolj med malimi. Teda mi je zanimivo, on sploh ni tak generalno bil prej moj tip, da bi se spomenila z nekom takim. Ja. Misliš, da za vaju z nikom še obstaja kakšna prihodnost? Ne? Je to zaključeno? Ja, ne, se tudi nič nikoli ni bilo. Mi dva nismo nikoli niti nič imela, razen teh sporočil, kaj so bila pred kmetijo. Potem sem se sicer še nekaj slišala po kmetiji, ampak se mi zdi, da to pol z vidika, da je on hotel reševati ta spor v finalnem tednu s tem, da bi si pač mi dva bila okej, pa da bi pol pač, če bi kakšna drama nastala, da bi on lahko rekel, ja, se pa smo si zdaj mi dva kao v redu, ne. Ampak ne, to je to. Pa bi povezala med vsemi svojimi fanti kako točko? Da so si bili vsem recimo podobni. Vizualno? Karakterno. Niti slučajno. Ne, torej vsak je bil drugačen. Vsak je bil ful drugačen, ja. Vsak je bil ful drugačen. Torej si bila pač konstantno v nekih zvezah, recimo. V bistvu, ja, sem bila kar precej časa v zvezah, razen po tem prvem fantu, pa do drugega sem bila kar tak skozi veni, skozi ono, sem kar zmenkarla takrat. Te se mi je malo strgalo, ampak glih po moje, zato ker sem tako mlada bila v vezi, pa sem pol vseeno rabila to neko obdobje, da sem se ven znarila, kaj ne vem. Pa zdaj sem že 2 leti samska. 2 leti? Ja, 2 leti pa pol v bistvu. Tako da to je za po moje najdaljše obdobje, kaj sem samska. 2 leti pa pol. Torej, zdaj večino časa posvečaš čemu? V bistvu največ časa posvečam, mislim, da to tako reči sebi. Ne vem, delam stvari, ko so meni fajn. Všeč mi je po eni strani, da si lahko zdaj zmislim, pa bom 2 dni v Ljubljani pri Poloni, pa bom šla s Tamaro na kosilo v Ljubljano, pač, ker itak kdo mi bo pa rekel, da jaz ne smem ali pa da imamo mi dva neke plane. Všeč mi je ta neka svoboda, pa da pač imam čas te svoje stvari snemati za Instagram. Zdaj, ko imamo Lukasa, ful časa tudi z njim preživim. Pa pač ja, z prijateljicami. Vredim je, da se tako nekaj spomnimo, pa nekaj rezerviramo, pa kar tak nekam gremo za par dni, ker itak, če je imela fanta, pač tega verjetno ne je mogla, ker kjeremu fantu bi pač bilo cool, da zdaj kar za 3-4 dni grem za eno kolegico nekam, ne. Verjetno dobenemu. Misliš, da ne? Pa kaj te vem? Ali je to samo v tvoji glavi še ta neki toksičen vzorec nekega, da more fant pač imeti tebe pod nadzorom? Ja, mislim, načeloma po moje bi bilo prav, da bi rekel, ja, idi fajn se me pa, da ti zaupa. Samo mogoče imaš to prav, da sem vajena tega, da ti nekdo reče, ne pa ne greš. Po moje, da je to, ja. Ne vem. Možno. Ja, po moje tudi, ker meni se zdi, da v zdravi zvezi je, veš, da ti recimo greš za kolegicami, spet zaupanje, pa če teme vsake zveze, ne. Ja. In se ti zdi, da si imela v svojih zvezah zaupanje? Niti ne, ja. S tvoje strani ali z strani partnera? Oboje, ampak se mi zdi, kot da je vedno nasprotna stran bila posesivna preveč, pa ljubosumna, da sem pol še jaz bila taka. Ja. Zato, ker čakaj malo, zakaj ti meni ne dovoliš, kaj ti delaš, kaj narobe, veš, kaj mislim. Da mogoče imaš to prav, ja, mogoče se jaz pa ne bi smela tak bat nekega odnosa, pa neke veze, ampak bi mogla pač v glavi imeti, se pač, če je to pol, mu bo kul, če jaz grem tja, pa mi bo zaupal. Mogoče jaz vseeno pač preveč ja gledam iz nekih prejšnjih izkušenj, pa se zato bojim imeti nekoga bolj resnega, ker si mislim, ja pa mi pa ne bo dovolil tega pa tega. Po moje, da bi mogla v glavi pač imeti, ok, če boš nekoga imela, si ne smeš pač tega pustiti in to je to. Ja, ker dansko, če imaš še nekoga rad, če ti nekomu zaupaš, še za on ve, pač, mislim, Laura je z mano, mi da si ustvarjamo življenje, saj kaj za, če bo ona šla z, ne vem, Polono ali pa z Ano ali pa z nekom, ne vem, za 4 dni tja. Se ne bo nič naredila narobe. Tu, če bo ona šla v klub, tu, če bo ona, to nič ne pomeni, ne, spet, ker rada preživljaš čas tak drugac s kolegicami, pa morje. Ja. Čakaj, si imela Lukas, kdo je Lukas? Lukas je moj polbrat. Ful mama pač razlike v letih. Lukas je star komaj
zdaj v bistvu bo 1 leto. Okay. Tako da to je bil kar šok, pač, ko je ta moja mačeha zanosla, ker je tudi predvsem mlajša od mojega ateja. In jaz sem z atejem ful dolgo živela sama, ker ko sem mama pata ločila, je moja sestra šla v bistvu k mami živeti, ker je vseeno še bila toliko mala, da pač je bilo bolj smiselno, da je pri mami. Jaz pa sem takrat, zato ker sem imela psa, pa ker sem hodila tja na ta avtobus v srednjo šolo, še takrat mi je bilo ful bliže, da pač ostanem pri njemu v hiši. In sem zato po moje bila bolj navezana na ateja, kot pa moja sestra. In sem bila vajena, da ima ta nek mir, se pravi, da pač on je večino časa delal, ga ni bilo, tudi pol, ko ni delal, je on ne šel na nogomet, pa se družil s temi svojimi kolegi. In sem jaz v bistvu imela hišo za sebe. In pol, ko je pač nekdo drug prišel tja, sem jaz pol se počutila malo, kot da mi je to odvzeto, kot da zdaj pač je nekdo drugi prišel v naše življenje in da po moje sem pač bila preveč ateova hčerka in nisem se znala sprijazniti s tem, da bo še en otrok. Po moje, da sem, veš ono, ko so otroci mali, ko so stari tak 3, 4, 5, pa so ljubosumni, ko prije bratec pa sestrica. Tako sem po moje jaz bila odrasla, jaz potem, kao je pač ne bom več jaz. Čeprav nisem edinka, ne, imam sestro, ampak ja. In sem jaz znorela. Bila sem tako, kaj boš ti zamel pri takih letih, pač kar eno družino, kam bo to vodilo, kako boš ti zamel dojenčka, pač, ne vem, firma, ono, kako se boš ti po noči zbujal, kako bo to. In bala sem pač, kako bomo funkcionirali ful, sploh s to atevo partnerko novo. In potem sem jaz pakirala stvari in sem šla za 1 mesec na Hrvaško. Sploh nisem htela priti domov, šla sem tja k tej svoji kolegici. Nisem se sploh mogla nikak pomiriti, po moja klica me je pravo pridi domov, ker to je bilo tik pred Božičem lani. Pridi domov, ne nori se vam pomenili in jaz sem kar bila še vedno naperena. Ne, jaz nočem tega otroka videti, to ni moj brat, ne vem, kaj vse sem ful grdega izrekla. In pol jaz ne vem, kaj se je zgodilo, ker naenkrat, ko je ona bila že ful noseča, ko sem tudi Trebu gledala, sem jaz naenkrat si mislila, pa Laura, pa kaj je s tabo pač, to je kar nekaj delaš, ipično, namerno, nekaj kontriraš, pa sploh ne misliš tak. In pol naenkrat sem se začela veseliti, da ona rodi. Prva sem šla v bistvu na obisk ga pogledati, ko sem vzela Lukasa v roke, ona takoj vjok. In takrat neki klik naredil, ko sem bila pač tak, to je moj brat, jaz ga imam najrajši na svetu. In smo tudi, po moje, da on to tako ful čutil, da ga imam ful rada in smo se ful povezala. In tudi ful dobro se je pa začel odzivati na mene, ne vem, ful boljše, kot pa na neke druge ljudi pri nas. In sploh ne morem verjeti, da sem bila sposobna izreči take stvari, da ga nočem imeti stika. Ker zdaj si sploh ne znam predstavljati, da to ni prva stvar, zjutraj, ko se zbudim, da ne na njega vzamem v roke, pa se crtama, pa se igrama. Pa si se potem nazaj normalno domov preselila? Ja. Okay. Drugače to, da ti povem, sem že slišala za tak primer. Sestre, pa pol dosti mlajši brat, pa je potem taki odziv. Kot da je to nekaj tujega, kot ti bo bilo odzeto. Jaz bi še šla tu malo nazaj. Torej, koliko si ti bila stara, ko se starša ločila? Jaz sem bila 17. In kako si na to reagirala? Tudi na to, da koliko sta sestro razlike? 4, ona je še leta mlajša od mene. Aha, ok. In kako si na to reagirala, da ste bodo zdaj tudi dve ločili? V redu, jaz sem komaj čakala, da gre to. Resno? Veš kaj je pač, ono sta šle ful blizu, so se preselile, tak 3 minute z avtom sta šli živeti v stran, tako da pač to ni bila neka ločitev, da zdaj bomo pa mi na razen, zato ker sem bili tako fejs blizu, da pač sem jaz bila praktično vsak dan tam na obisku. Ampak to je bilo tako, da pač preden so se odselile, je to trajalo 1 leto, preden pač so ocenili vrednost hiše, pa da je ata mamo izplačal, da je kupilo, pač da se je kupila stanovanje, da se oni odselile. In to 1 leto, ko stanova že vedela, pač hoče da biti na razen, pa še ni bilo izvedljivo, ker je pač bilo treba kupiti stanovanje, pa da sta pač šle. Je bila pol muka, veš kaj mislim, ko ti veš, da nočeš več z nekom biti. Pa ne moreš kar v tistem momentu iti. Politak, da ni bila cool situacija. Ne? Jaz sem bila v srednji šoli, učiti sem se mogla, pa je bilo stresno, ker nismo več mogli skupaj bivati. In smo pač vsi komaj čakali, da bo ta potem vsak na svojem koncu, pa da bo pač mir. Mislim, nisem se enova nikoli kregala, ampak veš, ono čutiš pač, da hočete na razni in pika. In on vas ta pol takrat tudi imela super odnos, pač, veš kaj mislim, ker sta bila vsak na svoji strani, ona je imela pol drugega partnera, on drugo partnerko in je pol bilo super v bistvu, ko pač sta šla na razen. Tako da smo bili vsi
bolj pač veseli. Kako pa se recimo za sestro razumeš, glede na to, da si rekla za brata, da si bila ljubosumna malo, kako ste se sestro razumeli? Ne bi se rekla, da sem bila ljubosumna, ampak pač nisem htela, da spremenimo ta neki tempo življenja, da bo kar en dojenček. Zaveš, ko mislim, ko sem že obe odrasle, kako bo za tu en dojenček, ko malo me je pač skrbelo. Za sestro smo v redu, edino, kaj se z nama skregati je, ko ona pride včasih kdaj k nam in jaz takoj vidim, da meni nekaj v omari manjka. In ne da bi vse še pospravila za sabo nekaj, vzamem pol še tam je celi kup prevrže in pol jaz neko stvar iščem in pol je ni, pa ja kličem, kam imaš ti to? Ja, mam, nisem ti upala pa ja, to znorim. Pač. To je stvar, zaradi katere se mi ne znamo ful skregati. Ampak smo pa cool, ja, pač ona, ne vem, je moj number one fan, jaz vedno pravim, ona vse članke vedno vidi, vse vedno, ne, mi komentira, vse, vedno me supporta, pač, ko se za kaj takega odločam. Tako da je ful fajn, no, pa ne včasih mi reče, veš, kaj Laura za meni, nekdo vpraša, če sem jaz tvoja sestra, pa. Ful mi je tako zanimivo, ker vim, da je ponosna, veš, ko tako nekdo prije do nje, pa jo to tako vpraša. Tako da po moje nama je koristila, smo le vsaka na svoji strani, no. Ker smo vseeno pol, nismo rabile celi čas biti skupaj, pa se nekaj tam kregati, ker smo pač vseeno še bile najstnice, ampak smo se danes družili takrat, ko nama je pasalo. Se pravi, zmenili smo se, zdaj gremo na kavo, ali zdaj gremo to in danes smo tudi čas pol v redu izkoristile. Pa ko sta bile male, sta se dobro razumela, ali ko ste že živeli skupaj, sta imele? Ne, ko smo skupaj živeli, me je teplo. Ona tebe? Mala je bila ven skodiča, bila skočila na mene, me za lase vlekla. Ja, kar dosti smo se kregali, jaz ni ful, to je tako tipično, jaz ni govorila po svojeno, pa ne vem kaj. Govorila se mi, da je hčerka od neke princese, pa ne vem kaj, in pol se ona ful oblačila v neke oblekce, ker je res misla. Da je hčerka od neke princese. In pa ne skozi v teh dolgih oblekah hodila Boga. Zdaj mi je neki video poslala par dni nazaj, kot je tvoj sibling kao rekel, da si posvojen ali pa da so te našli v smeteh, pa si mu tako lovki verjel, pa tako ni žalostni pesek. In potem imam tako, včasih imam slabo vez, da sem bila tako nesramna, sem mi take stvari govorila. Rada sem jo strašila, ko sem le same doma, ko sta kam šla, pa ta sem jo ful rada strašila, ona se pa je ful pač bala, in da je neki demon v meni, pa take fore sem imela. Pa mi je to tako ful žal, da sem bila taka, sem pač otroka smo bila, obe smo bile pač male, ker 4 leta vseeno ni neka, ful razlika. Ja. Ampak veš, pač ko rasteš, ne, jo pa ko to vse slišiš, da so se z noži lovili po hiši, pa ne vem kaj vse. Ne, dokler ni to pol sta. Ne, dokler ni to pol sta, okej. To se nismo. Me zanima, če bi se še odločila za kaký reality show, za kakega bi se odločila? Če bi lahko to bil bilo kaký reality show? Pri nas ni Big Brothera več. Tu če ne obstaja, lahko zmisliš si, kak bi... Meni je koncept Big Brothera ful všeč. Jaz sem se prijavila drugač Big Brother 2015, takrat sem bila 18 stara. In to je bilo glih te, preden sem prvega fanta spoznala. Ko sem jaz prijavnice napisala, sem še bila 17, koliko bi pa šli s njima, pa bi že bila 18, da bi šlo skozi. Ampak sem takrat glih njega spoznala. In mene so klicali, da prijem podpisati pogodbo in pol zaradi njega nisem šla. Ampak zdaj, ko gledam za nazaj, hvala Bogu, ker pač bi bilo po moje prehitro takrat, da bi jaz se šla izpostavljati. Čeprav, Nuša pri nas, Smeti, pa Polona v Sanskem sta tudi bile 18, pa sta kar bile zrele, moram reči, no. To ni več to samo odvisno od let. Ampak jaz, tako gledam sebe, takrat nisem bila dovolj zrela. Tako da v bistvu, hvala Bogu, da se je tako šlo, da nisem šla. Mi je pa žal, da ga več ni, ker po moje bi v Big Brother šla. Čakaj, Big Brother je kaki točno koncept? To meni ni točno. Jaz vem, da so medijske tiste govorilnice, greš notri, ti še tisti nekič glas nekaj govori, kaj se tam dogaja. Isto zadruga, to sem videla, da so bile določene Slovenke, ampak ne vem sploh, kaj je to point. Big Brother je bil nared tako, da v bistvu je bila to ena hiša, kjer so pač, ne vem koliko, 20 tekmovalcev, po mojem isto, kot na kmetiji, so jih not zaprli, dansko v eno hišo in parkrat so naredili tudi tak, da je bila ta hiša ločena na grdi, pa ful luksuzni del. Z kako ograjo, kot neki zapor. In da jih enih par bilo v totalnem svinjaku, eni so bili pa prav v luksusu, pa z bazenom, pa nekaj vse. In pol so imeli oni tam neke take čudne naloge, ne vem, da so mogli šteti neke take male stvari, veš tak, da so jih psihično čist zmozgali
In tam pa res se nimaš kam umakniti. Na kmetiji vse imaš neko naravo, pa vse lahko greš nekam malo. Tam pa res v tej eni hiši, zamisli si bivati z 20 ljudmi v eni hiši. Pa tam si res konstantno... Mi smo trije, pa se kdaj... Ja. Pa tam si res konstantno pod kamero, tam je to live. Tam pač, ne vem, tudi tuširati, pa na veci, ali kaj ne moraš hoditi, ne vem, pod kamero. Sicer malo po moje je zakrito, ampak tudi nič zmontirano pa naredito v oddaje, tam je vse live. Kar je malo tak, ampak bi pa bilo ful dober test za psiho biti tam od meni. Ful. Kako si se recimo takrat počutila, ko si eksplodirala, začela metati stvari? Si imela pol tisti instant regret, shit, to bo zdaj vsi videli na televiziji, kako sem se jaz obnašala, da me nekdo neki mali tam uspel do take točke spraviti? Ne, mislim, ni mi bilo žal, zato ker sem pač reagirala po moje, tako bi vsak. Ker če bi se tam sedla pa dihala, pa ne vem, kaj pol bi šla kontra sebi. Jaz sem bila samo razočarana pač, da me on tak daleč spravil, pač kdo si ti zdaj v mojem življenju, da sem jaz zaradi tebe kao tu jokala, pa da bom ipična, pa ne vem kaj. Načeloma pač ne obžalujem, da sem to naredila, sam pač ja. On ni meni ni življenja, da bi bil sposoben to narediti. Spravi, to me je pač malo, Laura res zaradi njega, samo to mi je bilo tak. Mogoče pa si res dobila kakšne podobne vzorce kot pri kom drugem, s katerim si imela neki ljubezenski odnos, veš, pa si prehitro zaupala, ja. Pa si že takrat takoj mislila, da veš, je pa to zdaj neki trust, ki mora biti tu vmes. Ja, možno, ampak ja pač, se ti pravim, tu ni bilo dobenih čustev takih, ali pa kaj pač ja, on je mogoče meni bil všeč, ali cool, pač zunaj. Se ti pravim, to se polno res potencira. Možno, ja, da se niti ne zavedam, da je to kakšen vzorec, prej možno, ne vem. Ampak takoj, kak smo pol tam ven stopili, sem bila tako, Laura, res, VTF, pač. Ampak ni mi žal, jaz nikoli za nič ne rečem, da mi je pa žal, pač vse se zgodi z nekim namenom. Ko prideš ven, ne, kak se ponavadi počutiš? Zdaj si že dvakrat dala to skozi, ne? Torej, ja, si žalosten, da imaš shod, ampak ko prideš domov, čutiš kako praznino, si tak, ko si tudi razbudiš, ali si pol normalno štartala live, tako je bil prej? Jaz sem še 2 tedna, ko sem se zjutraj zbudila, bila prepričana, da sem še vedno tam. Na pol spiš, na pol si buden, pa sem bila tako, kako sem spet tu, če sem žela ven, ni tako enostavno priti nazaj v realno življenje. In zato se mi tudi dogaja, da sem po obeh šovih si najbolj blizu bila z ljudmi, ki so bili z mano tam, in da so potem drugi ljudje iz mojega življenja mi to, mislim, zamerili, tako malo premetali, da si pa samo z njimi, pa da si kao nas pozabila. Jaz to ful ne naredim namerno, ampak ful se čutiš še vedno povezano s tistim dogajanjem, pa z vsem tem skupaj in nezavedno malo odmaknem druge ljudi v stran, ker dosti stvari se pač ne smeš z ostalimi pogovarjati, ker ne smeš vsebine razkrivati, pa kaj se je dogajalo. Itak prav ne smeš in pol pač ti je lažje z nekom, s katerim se pa lahko meniš točno, kaj se tam dogajalo, da se z njim lažje pogovarjaš. In tudi prehod iz tega ven ni enostaven, ker delno pogrešaš ljudi od tam, tudi take, kot ti niso bili cool, nekako se jih navadiš. In ja, še zdaj včasih, ko pogledam kakšne take dele kmetije, ko so mi bili cool, ko smo bili zabavni, ali pa ne, ko smo se zadnjič spomnili, kjer pesmi smo si tam kar nekaj pele, dobiš tako malo nostalgije, pa bi šel kar nazaj, ne vem, ko da postaneš malo odvisen od tega, da se snema, pa da se dogaja, pa da, ne vem, meni ful ne sme biti pač tečno v življenju, jaz sem ful neznosna, če mi je tečno. Ni to cool za mojo psiho, da se mi ne dovolj dogaja. Tam pa se ful dogaja in zgleda pač meni to ustreza in včasih pogrešam to, ja. Ja, ker tam si dansko v lifetime računalniški igrici, ne? Ja. Delaš to, zdaj delaš neko nalogo, pol se nekdo malo zaljubi, pol se nekdo malo skrega. Ja. Kak je recimo spanje? Ko si doma, si imela vmes kakšne, verjetno si konstantno to sanjala, ne? Konstantno neke scenarije. Ja, ful dosti krat sanjala, da si še vedno tam in pol se ful zmeden zbudiš in si zmeden in ne veš, ali ti je cool, da si veni, ali bi rad šel nazaj. Ful je bed tudi, ko izpadeš, ker ne veš, kaj se potem naprej tam dogaja.
sicer smo mi bili kar v stiku, tisti, ko so izpadali, se je vedno potem tisti, ko je izpadal se drugim javil, ko so že bili zunaj, da smo nekako določene stvari vedeli, pa itak smo pol mogli vedeti zaradi pač porote, kaj se je dogajalo sproti tam noter. Ampak ja, nisi nikoli ziher, ali pogrešaš to, ali ti je vredo, da si ven iz tega, ker je vseeno naporno. Taki love-hate relationship imaš z samo situacijo. In kako se recimo zdaj počutiš? Imaš dovolj vsega okoli, kaj se dogaja, tudi razvijaš neke svoje projekte, svoj brand si reka, da si dala ven, ne? Meni nikoli ni dovolj, jaz ne vem. To se dostikrat pogovarjamo, da pač kaj je z nami narobe, da smo tako, no, pa to bi še, pa še to bi, pa kam bi šli, pa kaj bi delali, pa kaj bi s temi sodelovali, pa kaj bi si svojega zmislili. Ono meni nikoli ni dovolj in se dostikrat ne znam ustaviti, pa reči, ok, zdaj pa je pač vse cool, dovolj delaš, dovolj ne vem kaj, vedno bi tak jaz še in to se jaz moram dostikrat tako sama s sabo pol pogovoriti, da je ok, če se te kjer dan ne da snemati, da je ok, če se tudi 2 dni nič ne objaviš na Instagramu, na socialnih omrežjih, ful tak začneš čutiti neki pritisk, da moraš ostati ful aktiven, da pač ljudje dobijo po to, kaj so prišli, se pravi, če te spremlja, da dobijo neki content, da vidijo, kaj se ti dogaja, ful začneš čutiti neki pritisk, da se moraš vedno pač, da moraš ful napredovati, da se moraš izboljšati, da moraš vedno boljše videe snemati, da ne vem, čim več govoriš na storjih. Ful taki pritisk je in je dostikrat to naporno in zato si ja včasih rečem tako, zdaj pa 2 dni ne bom objavljala, da se jaz malo skuliram, ker drugače bom pač nekaj stvari delala na silo, tega pa nočem. Tako da ja, dostikrat se še zdaj moram sama s sabo pogovoriti, da pač je vse cool, pa da ne rabim pač nekaj overthinkati. Pa potem dansko se držiš svojega nasveta, da ne boš 2 dni objavljala, ali je še vedno tisto, da pa vseeno objavljaš? Se držim, ja, prije kaki dan, ko ne objavim nič, tak dansko 24 ur, da sploh nimam storija gor, to sem zdaj že parkrat naredila. In to je glej zato, ker če pač jaz ne čutim takrat se nekaj snemati, se ne bom na silo, ker tega ful nočem pač. In tudi, če imam zmenjeno za kako sodelovanje, pol pač napišem, da prosim, da prestavimo kakaj 2-3 dni, ker bo tudi bolj učinkovito, ko pa če se jaz na silo za nekaj snemam, pa se tisti dan ne počutim pač tako, da mi je cool sploh kaj govoriti. Torej si trenutno full-time influencer? Ne, daleč od tega. Jaz ful ne bi rada bila odvisna samo od teh stvari. Jaz sem zaposlena še pri ATO v tujini, sicer ne za polni delovni čas, ampak tam imajo v Avstriji Gerungfugik, se reče, se pravi, to je kao neko občasno delo. Ampak bi ATA ful rad, da pač bi se jaz vključila na firmo, da bi pač to bil moj primarna služba, kar je meni sicer cool, ker je to vseeno pač 1000krat bolj ziher, ko pa bilo kakaj Instagram, socialna mreža, bilo kaj. Ampak jaz sem skozi bila taka trmasa, da ko on meni že to prej govori, sem bila tak, ne, jaz bom pač na svoj način denar služila, čisto nevezano na tebe, ker ful nisem marala, da ko on že pač imel prejšnjo podjetje, da so mi vsi rekli, ja, ti pa tak, tebi je tak lahko, kao on ima tak to, pa sem bila tak, kaj, s tabo narobe, pač jaz tukaj norim. Ne, in dostikrat sem jaz delala v nekem lokalu, pa so k meni na kavo prišli ljudje, ki so bili pri mojem ATO zaposleni. In bolj so še kar, čeprav so me videli, da jaz tam ali kelnarim, ali delam trepalnice, ali bilo kaj sem predelala, še vedno so mi vsi znali reči, ja, tebi je tako lahko, ker itak tvoj ATO pač kao, nima finančnih težav. Pa sem bila tak, pa kaj je z vami narobe, če pa jaz svoj denar služim čisto na svoj način. In sem nekako zato se namerno odmikala od tega, da bi pač z njim delala, pri njemu delala, kakorkoli že. Ampak zdaj, ko sem pa pač malo starejša, pa si vseeno mislim, da moram začeti malo bolj odgovorno gledati neke stvari. Instagram se ti lahko zdaj na jutri zruši, to se mi pač tudi zgodilo, ne, to se nam je že večini to zgodilo, da pač ostaneš čez noč brez profila. In pač problem tega vsega je, da nikoli ne veš, koliko boš zaslužil. Ni neke fiksne, tu ni 15. plača, 1. plača, 18. plača. Tu moraš res biti ful pameten, imeti denar na strani. Ne moraš si pač, mislim, jaz sem se taka, da sem kar odgovorna, zdaj, če bom jaz zaslužila 2000 evrov, ne bom išla jih porabiti, ampak pač bom jih imela, pa bom pametno z njimi pač delala. In to je po mojem zato, ker je to pač totalno ne fiksn način prihodka. Pa si face selektivna za sprejemanjem sodelovanj?
Ali pač, če se ti zdi dobra ponudba, sprejmeš, ne glede na mogoče neki moralni kompas. Ne, jaz definitivno dosti stvari, oziroma bom rekla, večino stvari ne sprejmem, zaradi tega, ker so glih kontra s tem pač, kaj jaz mislim. Naprimer, dobila sem ful eno dobro ponudbo za neko zadevo, ki te kao odvodi tobačnih izdelkov v obliki nekih obližov, nekaj takega. In pač plačilo je bilo svetovno, ampak kaj bom si jaz to lepila, če pač jaz ne bom nehala vejpat, ne bom nehala pač kaditi ajkosa. In kaj pol bojo me tam videli na pijači, da jaz tam vejpam, a tam promoviram na Instagramu ta neki obližko bojo pač nehali. Pač to, take stvari se mi zdijo totalno nesmiselne. Tudi gledam tako, da če imam neko podjetje za neko stvar, da pol namela njim konkurenčnega podjetja, pa ne samo veš, kaj mislim pač, zdaj, če ne vem, ti imaš verjetno kakva, ne boš ti zdaj, če imaš ti MyProteinse, ne boš ti šla promovirati, ne vem. Proteini si. Ja, tu če ti bojo rekli, da mu ti... Tu če nimaš ekskluzive, recimo, pač imaš to nekaj v glavi. V glavi, da pač kaj si bo pa folk mislil, da če pač... Se niso ljudje glupi, vidijo, če nekdo sprejme vsako stvar. Tako, ja. Si imela kako sodelovanje, ko res nisi bila zadovoljna z njim? Ali odnos, ali izdelek? Ja. Okay. Če hočeš, lahko poveš, če nočeš. Ta ne bom zdaj šla v te neke, da bi direkt izpostavljala. Ni bil problem v izdelku, izdelek je bil super, problem bil v odnosu, to se mi je 2-krat v bistvu zgodilo, da bilo kaj sem naredila, ja, pa lahko bi to tak, veš, ponovadi imam taka cool sodelovanja, ko pa če vsem tak, super si naredila, so vsi zadovoljni, ker ti pustijo proste roke, pa so tak, ja, super, ne vem, kaj. Pomaš pa ene, mislim, 2-krat se mi je to zgodilo. Ja, zakaj ni bilo pa to tak, pa naslednje pa lahko to poveš, pa to bi lahko tak, veš, nič ni dovolj dobro nikoli, pa sem tak, alo kaj ti vidiš, pač kakaj imaš pa ostale, ko ti delajo bilo kaj, ko je tak 1000-krat ful slabše, ampak okej. In pol s takimi, če sem imela zmenjeno za več mesecev, sem bila tak, ne hvala, ker pač mi je bolj vreden moj mir, pa da me nekdo pač ne gnjavi, ko pa tisto plačilo pol čez za 3-4 mesece. Tako da, jaz še ni odnos good, rajši pač ne delam, rajši imam manj. Pa so ti dali brief pred tem? Ali je bilo sam nekaj okvirne smernice? Ne, ni bilo briefa, okvirne stvari smo se zmenili, potem pa veš kar naknadno. Ja, pa še to, pa daj še to, pa kaj lahko še tak, pa kaj lahko daš še na Facebook, pa kaj lahko ne vem kaj. Pa sem tak, pa kaj bi še TikTok posnela, pa kaj če nam še ti zdaj pošleš, vse to, kaj ti objavljaš, da imamo še mi za naš content, da dodatno še mi nekam drugam devamo, pa kaj bi lahko še to povedala, pa sem tak, pa dobro, no, okej. Ja, ker eni pravim, da delajo na tak način, da pač vsaka sprememba se pač dodatno plača, ne zdaj sprememba itak to, da oni objavijo na svoj profil, zaračunaš, to da objaviš ti drugam, zaračunaš, pa prav vsaka sprememba, ne, razumem da tebi da podjetje briefing, ne, kjer piše, pove se to pa to pa to pa to. Itak, če ti tega ne poveš, ali pa ne vem, veš, ko ti ne pošljajo nekih stvari, pol pa so kar tak, ja, pa to še prosim, pa ja, v opis napiši to, pa da je to ti hashtag, pa to ti hashtag, ja, video je gor že 10 dni, kaj bo se naredilo s tem, ne? Eni se ful ne znajo tega iti in se mi tu zdi, da ko imaš ti slabi odnos z nekim podjetjem, ko ti grejo že ful na živce, čeprav imajo super produkt, ti oni grejo tako na živce, da že ko snemaš za njih, imaš tako energijo že, da pol itak tvoji sledilci jo začutijo in pol ni niti odziva takega, ko bi lahko bil, ker ti že imaš, ko govoriš o tem, tako čudno energijo. In zato jaz pač vedno pravim z vsakim, ko se pač bilo kaj pogovarjam, da boljše, da mi pošljajo brief ali pa da mi pustijo prosto pot, ker bom 100-krat boljše povedala, pa bo 100-krat boljši odziv, ko pa če me začnejo potem gnjaviti. Ker bo pa jaz z muko nekaj posnovem in tudi odziv ni cool in pol ni v bistvu zadovoljen doben. Tako da to sem imela 2 taka primera in sem oba v bistvu predčasno pol zaključila. Zelo vas rečem, da v večini se mi zdi, da so pač kode taka stvar, ko prej ne boš dobil plačano za kodo, ko boš dobil. Ne vem, tak čist. Kako to misliš? V smislu, da imam jaz kodo za neko firmo, torej jaz sodelujem za neko firmo, pa da meni, ok, imaš za kodico to Ursa 10, ne? Da več podjetij ti samo da kodo, kot pa da bi reklo, ok, zdaj boš pa ti 10% od kode dobila, ali pa še več. Ne?
Ja, res je to, ja, drugače. To ne naponudijo tako pogosto. Se mi pa tudi načeloma zdi bolj fair neka fiksna plačila, ko pa to na kodu, zato ker vseeno se pač podjetje na tvojem profilu pojavi. Oboje. Aha, da bi bilo oboje. Ja. Ja, jaz imam sicer taki primer, ko so ponudili oboje, ampak res pa, da to ni pogosto, ja. Ampak ja, dosti krat pa probajo tudi samo kodo, ne? Ampak pol pa čas povem, ne, ni fair, če se ti pojaviš na nekem profilu, to ni samo za tista trenutna, da bo nekaj nakupi, ampak si se ti pojavil na profilu od nekoga, kjer bo to tudi ostalo, tudi če bo potem čez 1 leto ni gledal tvoj profil, še bo to vedno tam. Pač načeloma taki stvari pač nagrem pol dol brisati, zaradi tega, da pač ostali pol vidijo, kako sem kaj delala s kom. Tako da ja, eni pač probajo, ja, za procente pa to, samo to pač enako je pametno, se mi zdi, da tega ne sprejme. Ne. Ja, pač spoštuješ sebe, svoj čas, svoje delo. sledilce. Ja. Zdaj še že taknemo tvojega osebnega brenda, ki si ga tudi zalansirala letos. Letos. Ja. To je trajalo, ful dolgo, to je trajalo 1 leto, to se folk po moje sploh ne zaveda, da pač si ti nekaj namisliš, kaj bi ti imel, da to ni kar 1, 2, 3, dobro, razen pač, če greš pa kupiš na AliExpressu, to prodaš, da si nekaj več cene. To, kaj se tu dogaja, to je drugo. Če pa ti hočeš imeti vse papire porihtane, spletno stran tako kot treba, embalaže take, da tebi všeč, da ti pol stojiš za tem produktom, pol pa to traja. Sploh pri nas v Sloveniji spoza neko stvar, ki je vezana na kozmetiko, je dolga pot in vmes te že mine in vmes že misliš, ok, to nikoli ne bo in sploh ne moreš verjeti, da je to že finalizirano in da pa lahko objaviš in se res, res dolgo vleče. Tako da, če ne more ti to biti edini vir prihodka, zaradi tega, ker če bi ti čakal, da bo to vse finiširano, pa da bo to sploh začelo se prodati, bi vmes že 100krat bankrotiral. Tako da se mi zdi, da pač itak jih ima večina teh, ko ima neke svoje brande, pač nekaj sodelovanja tudi zraven, ni nikoli to edini vir prihodka dobeni, niti ne more biti po moje, no. Ker vseeno res tako dolgo traja, preden daš ti nove stvari ven tudi, da bi bankrotiral, če bi samo od tega živel. In kakšne imaš še Timo zdaj cilje za naprej, za svoj brand? V bistvu, ko damo mi eno stvar ven, jaz že testiram naslednjo stvar, ki bi si želela, da bo veni, da potem v tem času pač se lahko že pripravlja. Teda v bistvu mi, ko smo dali marmelade ven, sem ja že zdavne nosila te leče, ki smo jih zdaj dali. Aha, okay. V bistvu je bilo tako, no, celo, da sem leče še pred marmeladami imela v testiranju. Še tako je bilo. Teda leče so prišle v bistvu tretje, a v bistvu sem jih preizkušala prve že 1 leto nazaj. In potem se spomnim, da sem se snemala nekaj na storiju, pa sem jih imela noter in potem sem začela spraševati, ki si dobila to te leče, pa smo tako, opazile so in potem se več ful sem mogla paziti, da se nisem s tem snemala, ker smo tako preden bomo mi to dali ven, bo minilo ful časa. Tako da ja, imela sem malo težave, ker ko bi mogla dati prve moje stvari ven, te marmelade za sončenje, sem jaz bila na kmetiji. In se nam je to vse ful zamaknilo in veš, da pač ženske kupujejo marmelade, kdaj maja, junija že ne pred... Ja, junija recimo. Ja, mi pa smo to lahko dali ven komaj julija. To se spomnim, da si dala kar pozno sicer, ja. Sicer sem bila ful zadovoljna z odzivom, to moram res reči, ampak vem pa, da bi lahko bilo ful boljše, če bi pač mi bili na timing, samo nismo pač mogli biti, ker če nem jaz na svojem profilu pač govorila o tem, če bi nekdo drugi meni profil vodil pa nekaj slike, to ne je bilo to. Nima smisla, niti se mi ni zdelo fair, da bi dala za moj sestri telefon, pa bi rekla, gleda, pa ko bo to fair, da ti to gor. Ne, ker pač hočem, da če je to moja stvar, da pač jaz to posnamem, da povem, kako se je to vse skup začelo, da pač razložim vse in da od mene pač slišijo. Tako da ja, tu smo bili pozni, ampak tako je prišlo. Definitivno mislim, da so potem dojeli, ne, da pač je bila ena situacija, da si neki bila, se mi zdi, da si res nabrala community nekih ljudi, ki so videli, kakva dejansko si. Tako da hvala ti za danes, hvala, ker si prišla, upam, da ti je bilo fajn. Ja, super mi je. Hvala ti. Me zanima, če še imaš kako zaključno misel. To vedno vprašam, tako da kar lahko razmisliš. Na začetku pa na koncu imaš najtežje, veš, ko moram tako jaz nekaj brez, da mi direkt rečeš govoriti. Imaš to, Laura. Ja, kaj ti moram v kamero govoriti? Lahko, kako hočeš. Ja, vsem, ko boste to gledali, če mogoče sem dala kaj zamisliti s kakimi stvarmi,
ko jih mogoče obžalujete, ki so se vam zgodile, ki so vam bile težke v življenju. Nikoli ne obžalujte ničesar, vedno se ravnajte sami po sebi, po svojem instinktu, pa po svoji vesti, da probate biti do drugih taki, ko se želite, da bi bili drugi do vas. Jaz res probam biti taka oseba, tako da v življenju ničesar ne obžalujte, ker je vse vedno za nekaj dobro. Nice. Hvala ti, lepo bodi. Hvala tebi.